tole na mojo mečko zastarelo prezentacijo, ampak še zmeraj bo prišla prav. Aha, nekaj se je obrnilo, ampak se bo šlo. Tako. Ta sekundo, tole bo, ja, esej. 4. Tako, se opravičujem, imel sem že pripravljeno, pa je nekaj zginilo, ampak nič za to. Tako, torej, da delim zaslon, pa bomo takoj začeli, da ne bomo predolgi. Snemanje je, evo tako. Glejte, esej, nič ni nujno, da poznate zgodovino eseja, no, samo esej izvira iz časov razsvetljenstva, predvsem francoskih intelektualcev tistega časa, torej nekje 18. stoletje, ko je bil tisti empirizem, pa racionalizem in podobne filozofske težnje. Zelo se je razširilo takrat pisanje o tem, kaj človek je, kakšno je njegovo mesto v družbi, kako izboljšati svet, v katerem živimo in podobne stvari. In nekako je zaščitna, torej registrirana znamka eseja točno to. Pisanje, ki je subjektivne narave, se vseeno dotika nekega sveta, realnosti, nekega tudi izkustva, ne, tudi neke, bi rekli, aktualizacija, bi danes rekli, ne, torej, da stvar postavite, neki problem v sedanji okolju, oziroma vas navodilo vpraša, kako pa je z nekim odnosom med, ne vem, starejšimi in mlajšimi danes, ali pa nekaj podobnega. Nima pa narave, nekega naravoslovnega, objektivnega, razpravljalnega načina pisanja, torej da bi mogli stvari podkrepiti z nekimi viri, da bi imeli citate, da bi imeli neke preglednice, nizali nekakšne podatke, se sklicevali, povzemali stvari iz drugih objektivnih razprav, nekih teorij in tako naprej, a ne. Tako da v izhodišču je esej zasnovan bolj subjektivno, ne, torej do neke mere imate še zmeraj stvari iz realnosti, ni to domišljijski spis, ampak se bolj dotika stvari vašega pogleda na svet kot nekega preverljivega znanstvenega pisanja, ne. V eseju ni nič znanstvenega. Eseju je več vrst, od filozofskega, še sloradijski esej bil svoj čas priljubljena zadeva, eni eseji so podobni kakšnim kritikam oziroma ocenam. Za potrebe šolske rabe so razvili šolski esej, pa tudi tukaj se stvari seveda takoj zapletejo, ne, kajti smo že prej rekli, gimnazijski esej, esej na splošni maturi je kar precej na višji ravni, bolj tak že skorajda kdaj na fakultetnem nivoju, no, od nekega interpretativnega eseja, ki je na poklicni maturi. Zanimivo je, da samo sekele, grem jaz naprej, tole bo, evo, tukajle, da esej se v uradnih dokumentih poklicne mature nikjer ne uporablja. To je enostavno neka, bi rekli, okrajšava, nekaj, kar je, bi rekli, v neuradnem kontekstu lažje za razumeti, kot da rečemo s polnim izrazom vodena interpretacija poljubnega odlomka umetnostnega besedila, kajti točno tako se temu reče. Torej, vodena interpretacija, ne, interpretirate odlomek, ki je pred vami, in sledite nekim navodilom, bolje rečeno nekim smernicam, zato temu rečemo vodena interpretacija. In takoj vam je lahko jasno, da je vodena lažja od samostojne, kjer imate pa drug odlomek,
in nanj nimate nobenih konkretnih navodil, torej vas dejansko nagovarja samo, kako bi rekli, z nekimi splošnimi zadevami, z nekimi splošnimi generičnimi navodili, ne da bi se kaj skliceval na to, na kaj morate biti pozorni v odlomku, kaj izluščiti ven, kaj povzeti, kaj primerjati, kaj presojati in tako naprej. Torej, zato vodena absolutno ne samo priporočljivo, v bistvu kar zapovemo, ne samo jaz, vsi, ne, da izberete ta dva. Torej, v nečem se pa tudi še, no, če jih primerjamo, poklicno pa splošno maturo, poklicna razlikuje tako, da ste v bistvu majčkeno na slabšem od vaših gimnazijskih kolegov, to je v tem, da vi vnaprej ne veste, kakšen bo odlomek, ki vam ga bodo dali v pole. Ne, tudi, če boste to pisali v šoli, morda boste, morda ne, praviloma ne boste vedeli, na katero od prejšnjih pol bo to pisanje. Lahko bo kakšno od teh, ki jih bomo mi zdaj pogledali, ali pa jih imate v ekipi, lahko bo kakšna čisto X, ene pole niti niso na spletu, ne, skratka, razumete, gimnazijski esej, ne, je na težji stopnji, no, tudi po obsegu je kar več, pa 2 uri pisanja je kar zalogaj, veste, v prvih časih tistega gimnazijskega eseja je bilo v bistvu še celo 2 uri pa pol, ta pravi, ne, se pravi, to je 150 minut, to je izjemno obdobje, ampak je bilo toliko časa tudi za premišljevanje, tuhtanje, pisanje strukture, ne, kaj zelo časa za zelo veliko nekih preizkusov ne bo pisalo, ne, ker so ga naredili bolj takega generičnega, ne, z krajšim obsegom. Dejansko pridete čisto solidno skozi že samo s 400 besedami, kar ni ravno veliko, ne, tudi mogoče bil kakšen spis tekom šolanja, raje pri 600 besedah, ampak praviloma so dobri eseji tudi taki, ne, z nad 25 točk od 30, torej za dobro štirico in petico ocenjeni v običajnem šolskem ocenjevanju, nekje pri 600 besedah. Enih 6 odstavkov, 5 do 6, no, to je nekako tako, vsakor ne več kot 8, 9, ne pa manj kot 3 odstavki, no, 3 odstavki so za vas prepovedani, skratka, odstavkov naj bo vsaj 4, nekje od 4 do 6, mogoče 7, optimalno. Torej, vi ste na slabšem glede tega, ne, da ne veste, o čem bo pisanje, zato je na vas edino to, da pogledate stare variante, da vidite, kakšni teksti so to, praviloma so iz sodobne književnosti, ampak zmeraj, ko to rečem, se potem junija pojavi kakšen Cankar, Jurčič, Tavčar, kakšno klasično delo, ki za koga mogoče boljše, za kakšnega pa ne, no, ampak hočem povedati, da tle upravičeno lahko trdite, da vaši eseji so čisto primerljivi lahko gimnazijskim esejem, ker oni vejo za leto pa pol naprej, o čem bodo pisali, torej njihovi eseji so težji, ampak na znano temo, ne, skratka, letos imajo roman Na klancu od Cankarja, pa od ene sodobne pisateljice, ki ima identičen naslov. Vi pa ne veste, na katero odlomek bo, ne, ali bo avtorica, ne vem, Nataša Konc Lorenzuti, ali bo Vinko Möderndorfer, ki je bil predlani, ali bo kakšen od starejših avtorjev, kdaj so dali tudi že kakšnega Kosmača in tako naprej, ne. Torej, to je kar, bi rekli, malo zalogaj, tako da na vas je, da se na to pač dobro pripravite, pa da upate na najboljše, ne. Ne pa uporabljati te interpretacije, ki se reče samostojna, ne, na tem bo sicer drug odlomek, tisto je izhod v sili, tako si zapomnite, če vam ne zlaufa po 15 minutah, a ne, čas imate 60 minut, izberite pač samostojno in pišite, kar pač bo. Veste, ko tudi ta samostojna je v bistvu po točkovanju vse prej kot samostojna, no, in če nekako ne zadenete tistega bistva, ki so si ga ocenjevalci dali, nimate toliko širine, kot se na prvi pogled zdi, da jo imate. In so zato pol točke v bistvu kar slabše, no, jaz se ne spomnim, da bi bil kakšen ocenjen z več kot 20 točkami samostojna, no, tako pa sta v bistvu 2 ocenjevalca, da se zagotovi neko objektivnost, kolikor ste pri ocenjevanju takih izdelkov, kot so interpretativni eseji, sploh lahko
sploh lahko objektivni, a ne. Torej, uradni naslov je razčlemba, to je slovenski izraz za analizo, odlomka nekega poljubnega, ne, izbirate, umetnostnega besedila, skratka, zmeraj gre za prozo, zmeraj gre za delo slovenskega avtorja, vsaj do zdaj je bilo tako, nikoli še ni bilo eseja na pesem, upam tudi, da ne bo, ker to bi bilo kar težje. Ne, pesmi imate veliko v naboru za ustni del, no, ampak esej napisati na kakšnega Kosovela, ojej, to bi bilo pa kar zalogaj, sploh kakšna slutnja, ne, ki ima tistih 20 besedic, kako boste iz tega napisali 600 besed eseja, tako. Torej, ne poznate dela, iz katerega bo odlomek, zmeraj je odlomek daljšega, sem pa tja bila kakšna kratka zgodba, ampak tega že, mislim, da 6 let, 7 let ni več, ne. Slovenski avtor, praviloma iz sodobne književnosti, kot sem že prej rekel, vsake par let pride še zdaj kakšno Tavčarjevo, Cankarjevo, Pregljevo delo, Voranc recimo, že dolgo časa ga ni bilo. Ampak tudi to ne dela, ki so v naboru za ustni del, a ne, torej ne pričakovati, da bodo od Voranca recimo samorastniki, lahko bi bil Boj na Požiralniku, Ljubezen na vdoru, kakorkoli že, tudi od Kosmača, ne, imate tiste Pomladni dan, kup enih povestic, to so vse seveda iz Goriških brd, iz severne Primorske, kaj mogoče poznate iz osnovne šole, delo je, ki ga ne poznate, a ne, na vrhu je napisani avtor in odlomek iz česa je, in s tem v bistvu vaši eseji se s tem začnejo, ne, kajti da se lažje točkuje, so napisani tako zelo predvidljivo, ne, tule imamo izraz šablonsko, ne, torej po nekem vzorcu, po neki matrici, če razumete ta izraz. Torej, razen na enem delu vam ni treba biti izjemno kreativni, taki samosvoji, da bi pisali skoraj na pol pesniško. Prej pridete bolje skozi, če napišete tako zelo, zelo po navodilih, niti ne, da skačete sem pa tja, ne. Toliko o tem, tule smo rekli, 30 točk od 100, zmeraj je prvi odlomek, torej odlomek A vodena, potem drugi je samostojna interpretacija, konkretna navodila vas usmerjajo, ne, predstavljajte si vodeno interpretacijo kot navigacijo v avtomobilu, ki vas usmerja sem pa tja, levo, desno, naravnost, drugi izvoz in tako naprej, medtem ko pa samostojna, tam ste pa bolj kot ne prepuščeni sebi, ampak izkušnje mi govorijo, no, da se to ne obnese, res je odsvetovana, da ne rečem prepovedana. Ampak zdaj pazite, ne, tudi pri vodeni ni vse kar tako z neba padlo, ne, torej vi morate razčleniti, kaj navodila pomenijo, ne, in točno to se bomo zdajle, ene pol ure od tegale srečanja temu posvetili, kaj od vas zahtevajo navodila, ne, kdo, če gre prehitro skozi, pa ne naredi nobene vaje, bo pol navodil kar prezrl, ker enostavno, veste, ne loči med razloži in povzemi ugotovitve, a ne. To se tako na prvi pogled zdi enako, pa ugotovitve sta recimo razlagaj 6 točk, če sledite zelo natančno, pa potem povzetek ugotovitve je še 2 točke, torej 8 točk od 30, a ne, ali pa na primeru iz življenja presodite, kaj je danes z odnosom med, smo rekli, starši in otroki, a ne, na primeru iz življenja, aktualizacija, 2 točki, kdaj še celo 3, ne vem čisto točno, pa presoja. Kaj pomeni presoja? Morate razumeti, kaj pomeni presoditi, kaj pomeni vrednotiti, oceniti, izraziti mnenje, argumentirati mnenje in tako naprej in tako naprej, ne. Torej, konkretna navodila, ki jih morate res tako do potankosti razumeti, če želite biti pri tem uspešni, a ne. Zdaj pa še ena taka malo bolj filozofski vidik tega, kaj je dejansko smisel take analize oziroma razčlembe, ki se reče vodena interpretacija. Ne samo to, da obnovite odlomek, kajti to zna v bistvu že otrok. Če pogledate kakšno risanko skupaj s kakšnim mlajšim bratcem, sestrico,
to, kar mu je všeč, si bo zapomnil do potankosti in bo obnovil po dolgem pa počez. Otrok, ki mogoče še niti nima enega razreda osnovne šole. Na vas je zato, da greste iz te obnove ven. Povzetek so dejansko 4 točke. Povzetek je že drugače kot obnova. In greste na te stvari, ki so pa malo bolj, ki zahtevajo malo višjo možgansko raven in ki bi jih otrok pri 7-8 letih ne bil sposoben. Torej primerjava, razčlemba, razumevanje, zakaj kdo tako dela, da se izognete nekemu stereotipnemu razmišljanju. Veste, otrok, ko razlaga pravljico, jo razlaga po svoje. On pač mu dajete za brati pravljico o čarovnici, bo pač generaliziral, bo rekel, ta čarovnica v Janku in Metki je bila zlobna, zato so vse čarovnice zlobne, ker to je pač njegova logika daje, torej narekuje. Vi pa verjetno veste, da je pač ta čarovnica iz svojega razloga zlobna in da obstajajo tudi druge čarovnice, v končni fazi tista žlehtnoba, ki je bil zdaj drugi del ali kateri že v kinu, ki pa je mogoče, ne vem, samo v taki vlogi pa v bistvu ni zares taka. Torej, naprednejše oblike kakšnih animiranih filmov, pa bolj zgodbice za bolj odrasle otroke, če temu lahko tako rečem, pač narekujejo, da kdo je tak na prvi pogled v svoji notranjosti, je pa drugačen. To narekuje ta naša individualizirana družba. Ne moramo ljudi kar počez ocenjevati, vsi so taki, ker mi je en naredil nekaj slabega. Torej, da ne sodimo ljudi, preden jih do potankosti ne poznamo, kar je splošna misel za naprej. Torej, to pride s tem, čemu rečemo zrelostjo, zrelost pa brstenje možganov, pa kup enih procesov je v ozadju. Zato doživljanje pa neko golo obnavljanje brez kritičnosti, kaj je pomembno, kaj ne, je dejansko stvar že čisto otrok pri nižji razvojni stopnji, ampak potem kasneje pridejo primerjava, neko razvrščanje, tudi to, selektivnost, kaj je bistveno, kaj ni. Vi ste v bistvu pri povzetku odlomka skoraj malo kaznovani, če napišete preveč, če pišete obnovo. Dobra obnova je vredna 2 točki, povzetek, tudi pa če kakšno stvar, ki se sestavljavcem pa ocenjevalcem zdi bistvena, izpustite, je vreden 3 točke. Torej, povzetek, kjer je manj stvari, tudi če je z napako ali pa z nečim manjkajočim, je vreden več od obnove. Zato ne obnavljajte, ampak povzemite. In pa potem smo rekli razumevanje, analiziranje, sklepanje, vrednotenje. Vrednotenje je verjetno najtežja zadeva. To je v bistvu podobno kot presojanje ali razsojanje, neka nadpomenka za razsojanje in utemeljevanje, to je vrednotenje. Tukaj se morate predstavljati kot vlogo sodnika, sej od ta razsojanje v bistvu beseda je tvorjena, torej, da ste v vlogi, da nekaj, da dajte neko sodbo. To je kar zahtevna stvar, zato so sodniki seveda praviloma zmeraj z neko zrelostjo, pridejo na to mesto in porabijo ogromno energije in časa, da kaj presodijo. Tako ne bi vsaj deloval sodni sistem. Torej, to je verjetno najzahtevnejša stvar. In tukaj dobite recimo 4 točke, morda tudi 6 točk. Praviloma je to utemeljevanje z primerom iz življenja, kar pomeni, da morate imeti spet neko svojo zgodbico, noben ne bo preverjal, ali je ta primer iz življenja resničen ali ni, da znate stvari postaviti na svoje mesto. Tako, torej, te stopnje razumevanja so tako bistvena stvar, kaj se v tej vaši drugi izpitni poli, rekli smo, razčlemba oziroma analiza odlomka literarnega besedila ali po domače kar šolski esej, vse ocenjuje. Lažje je absolutno zvodeno, tudi če vam odlomek na prvi pogled ne bo čisto povšeči, ker vas opozarja, kje kaj najti, na kaj biti pozoren. Medtem pa pri samostojni je stvar težja, ker ne morete kar pisati vse povprek, tako kot je ocenjevanje narejeno, in še zmeraj se pričakuje, da morate sami razbrati nekaj
namiga pa nimate, no, pri vodeni interpretaciji pa to imate, ne, tako. Torej, neka taka generalna navodila, zdaj bomo šli kmalu na same primere, pa tudi kakšen rešen primer vaših predhodnikov bomo pogledali, koliko točk bi približno kje dobili. Izgleda tako, ne, torej skupaj nekako dobite 8 točk, pardon, ne, 30 točk, s tem, da 8 točk je za ocenjevanje jezika in sloga. Torej, teh 8 točk ni vezanih na vsebino, ampak na stvari, ki se tičejo pravopisa, 2 točki, slovnice, ne, kar je druga stvar kot pravopis. Slovnica pomeni bolj to, ne, da pravilno zapisujete sklone, da se ne mote v dvojini, da imate zanikani rodilnik, kakšne glagole, da pravilno postavite in tako naprej. Torej, 2 točki pravopis, 2 točki slovnica, 2 točki slog, pa še 2 točki za členitev. Členitev je najmanj pomembna zadeva, no, ampak tudi tukaj ljudje malo tudi v paniki, pa ker pozabijo vse dobronamerne nasvete, kdaj pozabijo, členitev pomeni samo to, da imate od 4 do 6 odstavkov, ne. To je ravno za teh vaših 500-600 besed dovolj, v bistvu to, kot je teh alinej v navodilih, toliko ne bo približno odstavkov. Kaj torej združite, ampak praviloma mora biti vsaj stvar, kot je recimo povzetek ugotovitev svoj odstavek, pa nimate nekega svojega uvoda. Veste, zato pravim, da odmislite gimnazijce pa njihovo splošno maturo, kjer gulijo tisti uvod, jedro, zaključek do onemoglosti, pa delajo ljudje napako, da delajo 3 odstavke, ne, kajti tako je po osnovnošolski logiki: uvod, jedro, zaključek. Pozabite na uvod pa zaključek, vaš uvod bo pač tako, da začnete z opredelitvijo odlomka, ki je zmeraj iz pripovednega oziroma epskega besedila s takimi pa takimi prvinami in tako naprej, ne. Torej, opredelitev, izpostavi prvine v odlomku, to je 2 točki. Že samo to, da rečete odlomek je iz epskega oziroma pripovednega besedila, bi pomenilo 1 točko. Potem pa 4 točke, dober povzetek, zdaj, če kaj manjka, 3, zdaj, če naredite pa res obnovo, boste sicer zelo super naredili stvar glede obsega, kdo v bistvu povzame čisto vse iz odlomkov, skorajda, da ne prepiše odlomek, a ne, veste, da bo seveda prišel do približno strani pa pol, ampak manjkalo mu bodo pa vse druge stvari in obnova bo ocenjena samo z 2 točkama, ne, tako da ne tega preizkušati pa reči, evo, ne, sem na finto vrgel cel sistem. Te vaša besedila se bodo skrbno prebrala, ocenjevalca sta 2, ne, tudi če ta, ki vas sicer ima, ocenjuje v 4. letniku, vam je naklonjen, v drugi ne bo, ne, torej morajo najti neko srednjo pot, se pa pole poklicne mature ocenjujejo na šoli, a ne, torej ne nujno profesor, profesorica, ki vas v 4. zaključnem letniku ima, ampak ne gre to nekako anonimno na drugi konec Slovenije, vsaj zaenkrat še ne. Potem pa analiza, torej razlaga elementov, kot vam to konkretno veleva navodila, ne, torej če se prepirata mati pa hči, bo recimo ali 3 točke mati pa 3 točke hči, ali pa 2 točki mati pa 2 točki stališče matere, 2 točki recimo stališče hčere, pa potem recimo 2 točki, kaj je hči posredno spoznala, no, kar je v bistvu še zmeraj razlaga, no, čeprav je že majčkeno kot neka napredna stopnja. Torej, običajno je to 6 točk, a ne, lahko kar seštejete 2 točki, 4, ne, smo že pri 6, 12, potem citat, ki ga vključite v razlago, je potem 14 točk in pa potem povzetek ugotovitev 16, ne, torej, a je 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, tako. Torej, vse to skupaj 22 plus omenjenih 8, ki niso vsebinski, 30 točk. In možno je dobiti, ne, niso pogosti eseji s 30 točkami, ampak so to, ampak to res pomeni, da ima bistveno več kot 600 besed, no, kar blizu 700, 800, to je že kar pomeni bistveno več kot 2 strani, ne ravno velike pisave, no, ampak če
vam takoj steče, ne, je teh 60 minut v bistvu čisto dovolj, ne. Recimo tudi, praviloma v šoli kar v 45 minutah, no, s kakšno minutko podaljšanja v odmor, komot naredijo tudi po 500 besed, če je malo bolj obvladljiva tema, ne, torej na neznano besedilo. Ideja je, no, in to vam hočem res še zadnjič poudariti, da ne izgubljate časa z branjem samostojne interpretacije, ne, vi se zakopljite v vodeno in po 10 minutah res že morate iti skozi ta prvotni del, torej literarno vrstno opredelitev in tako naprej, ne. Tudi vam priporočam, da ko imate odlomek pred sabo, veste, da kaj podčrtate, da že takoj probate locirati, katera bo ta citat, ta poved, praviloma je ena poved, ampak v zadnjem času sta dostikrat kar dve, bomo pogledali par realnih primerov, katera je. Torej vi lahko ta odlomek v bistvu podčrtate, počečkate, zraven naredite neke klicajčke, neka znamenja in potem gre tako v bistvu samo bolje, ne, potem pa res lahko na dolgo in široko si vzamete čas. Če pa boste 20 minut kolebali med vodeno in samostojno interpretacijo, ne, pol vam ostane manj kot ena šolska ura do konca, pa praviloma res je tako, da vi rabite, veste, majčkeno časa, da se ugrejete in potem v tistih zadnjih minutah vam zlaufa, grdo rečeno, torej vam steče proti koncu pisanja, ne, zato ni druge variante, kot da ta začetni del v bistvu probate čim bolj skrajšati, da imate potem res čas, da vse napišete. Nerodno je, da komu po 60 minutah, ko je ravno na polovici, pa ko se mu je odprlo, zmanjka časa, ne, vzamejo mu polo, a ne, to se zapakira in potem je, kar je, ne, torej ne moremo teh točk pol čudežno dobiti, če vam zmanjka točke tkele nekje pri, ne vem, povzetku ugotovitev. Ne, ta povzetek ugotovitev, vas bom še enkrat mogoče tudi kasneje opozoril, je stvar, ki praviloma manjka, pa dajte poskusiti se v tem, no, da povzamete to, kar ste prej na dolgo in široko v enem, dveh odstavkih analizirali. Ne, torej ne gre za povzetek odlomka je tukajle, a ne, ampak povzetek tega, kar ste analizirali. Ne, torej ne greste tukaj še enkrat povzemati, kar ste ravnokar naredili, to tudi kdo kdaj naredi, da kar ponovno z drugimi besedami hoče stvari povzeti, mora biti ločeno. Tole se noter dogodi, ta pa ta reče to, ta pa ta reče to, tretji se čudi prvemu pa drugemu in zdi se, da je bolj naklonjen drugemu. Na pamet govorim, ne, tak bi bil povzetek, potem pa greste analizirati vsako od teh oseb. Ta trdi tako, ta ima v glavi to, a ne, zato se obnaša na tak način, tretji, a ne, se najprej čudi, pa potem naredi tako pa tako. Torej, v povzetku ste kratki, v analizi pa si kar dajte duška, pa kaj podrobno analizirajte, tudi če se vam zdi, da se v bistvu ponavljate, se ne. Če ločite povzetek od analize, gre stvar lahko čisto v redu skozi, a ne, boste dobili ali 3 ali pa 4 točke za povzetek, pa tudi 6 točk za analizo in potem samo v eni povedi nekako povzamete ugotovitve, s tem, da začnete to povzetek ugotovitev praviloma z skratka ali pa torej ali pa vidimo torej ali pa nekaj podobnega, ne, torej fraza skratka je super zato, ker je v bistvu nemogoče začeti nove misli. Skratka vas, kar ime pove skratka, ne, da na kratko povzamete to, kar ste prej na dolgo in široko razlagali. In tako dobite komot tudi povzetek ugotovitev, 2 točki. Praviloma z malo vaje takoj veste, katera poved je taka, jo morate vključiti v razlago, ne, razlago podkrepite s citatom, če piše, ne, kje mati svoje stališče najbolj izrazi, boste mogli najti eno njeno misel, a ne, praviloma ena poved. V novejšem času sedaj tudi 2 ali pa kaj podobnega. Zdaj, če pa ravno ne zadanete ta pravi, imate še zmeraj 1 točko, tako, no. Torej tako to izgleda, potem pa pridejo te bolj
napredne oblike opredelitev, a ne, tle je že malo vrednotenja, 2 točki, sodba in pa utemeljitev z aktualizacijo, temu rečemo pogovorno kar primer iz življenja, ne, torej, opredelite se do tega, kaj se dogaja v odlomku, ampak s tem, da rečete, posebno poznam primer iz tega pa tega kraja ali pa svoje prijateljice ali pa tudi meni se je nekaj podobnega zgodilo, ne, torej, tukaj na koncu je malo na vas, a boste najprej aktualizirali primeri življenja, boste najprej imeli sodbo, pa preko utemeljitve dali ta primer iz življenja, ne, torej, majčkeno je lahko obrnjeno tukajle, no, drugače pa praviloma greste po navodilih, in ste pozorni, kakšne glagole kje vključujejo noter, a ne. Tukaj vidite, da je to s krepkim tiskom, točno te stvari, ki so potem se najbolj točkujejo, a ne, torej, to je primer iz Pol 21, ta Tilda pa njena tašča, saj ni bil težek esej, no, ni pa pač čisto tak generično napisan odstavek, no, ampak niti ne bomo gledali odlomka, ampak pogledali bomo tele izraze. Opredelite. Rekli smo, je iz epskega besedila in ima take pa take prvine. Potem smo rekli, kar v istem odstavku bi jaz povzetek naredil, to je nekje 4 do 6 vrstic, kar je več, lahko že bo kdo smatral za obnovo, zato ne preizkušati potrpežljivosti ocenjevalca, probajte zajeti vse ključne stvari iz odlomka, ne, in potem to, kar je vredno 6 točk, in temu primerno bo tudi drug odstavek, obsežnejši, lahko ga tudi v bistvu razdelite na 2 odstavka, no, čeprav to ravno lepo ne izgleda, no, ni ravno kohezivno, torej razložite Tildino doživljanje, 2 točki, zakaj prikriva težave, 2 točki, so verjetno neka težava alkohola, pa kakorkoli že, a ne, vmes citat povedi, ki je to, da ona molči, pojasnjeno, in pa kaj od nje pričakuje taška, torej spet 2 točke, ne, torej razlaga so 2 doživljanje, 2 zakaj prikriva težave in pa pričakovanje tašče 6, in pa smo rekli omenjen citat, ena izmed povedi, če zadanete ta pravo, eni 2 možnosti verjetno imate, dobite 2 točki, če pa malo manj ta pravo, pa 1 točko, še zmeraj to čisto v redu, ne. In tako vidite, dobimo že 2 točki opredelitev, 4 povzetek, to je že 10, a ne, pol pa 6 razlaga, 2 plus 2 plus 2, pa 2 citat, a ne, torej to je že 18 točk od 30, tako se da z malo znanja, z malo spretnosti, a ne, dobiti res lepo število točk, a ne. Povzetek ugotovitev, to je to, kar je ali 2 ali pa ni, je pol 2 točke in skupaj je že 20, a ne, potem pa mnenje 22, ja, pa vidim, da sem majčkeno napačno tole seštel, do 20 bi moglo biti v primeru pa presoja, ne, torej, mislim, da sem nekje z ene 4 točke svalil, ampak kakorkoli že, 8 točk je potem tole, ne. Smo rekli, členitev 4 do 6 odstavkov, to je optimalno, no, tudi 7 bi šlo, če imate daljši obseg, potem pa 2 pravopis, da so velike začetnice v redu, da delate pike, kakšna vejica ne sme biti ravno, ne sme ravno manjkati, torej ne sme se ponavljati napake, no, ne boste dobili 1 točke manj, če eno vejico pozabite, ali pa 2, ampak če pa stalno se motite pri kakšnih daljših odvisnih stavkih, boste pa izgubili 1 točko, ali pa še celo tudi 2, a ne, torej 2 pravopis, 2 slovnica in pa 2 slog. Pa tudi noben vas v bistvu ne sili, veste, da delate zelo, zelo obsežne povedi, ne, kdaj je bolje narediti 2 dvostavčni kot 1 zapleteno 4-stavčno z ne vem kakšnim urinjenim stavkom, to je čisto iskrena stvar, tak bi rekel, slog bo čistejši, ne bo niti ne osiromašen, no, osiromašen slog, veste, pomeni to, da ponavljate v enem eno in iste besede, ne, da dejansko ne znate uporabljati nadpomenk, sopomenk, parafraz pa tako naprej, a ne, ampak povedi pa nikjer ne piše, da morate pisati 4-5 stavčne povedi z ne vem kakšnimi priredi pa podredi. Tako,
Zdaj bomo pa kar pogledali tele stvari. Ne, predtem še ena stvar, ki je sicer skenirana v PDF-ju in upam, da vas ne bo preveč motila, ampak drugega vira ne najdem. To je pa tole okno z enih starih gradiv iz leta 2015, Avantura Matura je bila zbirka, ampak tlele na desni strani je te izrazi, to se vam splača, če ste malo zadregi, kaj točno, kaj pomeni pisati, ne. Torej, tole na levi ni toliko relevantno za vas, kajti vas esej je v osnovi interpretativni, no, ampak povzeti pomeni kratko jedrnato. Torej, tole na desni je tak slovarček razlagal teh glagolov, ki smo rekli, da se pojavljajo v navodilih in jih je dobro razlikovati, da ne boste rekli, da ste zajeli vse, v bistvu ste pa ostali nekje na ravni povzetka, ne. Torej, obnovo odsvetujemo, povzetek je pa v redu, kajti povzetek je mini jedrnata obnova z glavnimi bistvenimi podatki. Mogoče kdaj predstaviti osebo, no, čeprav to praviloma na eseju vodenje interpretacij ni tako zelo bistveno, predvsem pa je pomembna razlaga, ne. Torej, to, kar vas navodilo napeljuje, je treba vključiti notri, pojasniti, to pomeni vzrok, posledice nekega pojava, nekega dogodka v literaturi, primerjava, če to zahteva, utemeljitev, ne. Torej, ne samo reči mnenja, ta pa ta je pač tak pa tak, treba je pojasniti, zakaj. Torej, tukaj pa pride verjetno prav vsaj če ne tristavčna poved z utemeljitvijo, presojanjem, oceniti osebo dogajanja, ne, s svojim mnenjem, to pomeni tudi presoja, no, čeprav mnenje je nekaj, presoja je majčkeno več kot samo mnenje, no, predvsem pa ovrednotiti, to smo pa že prej rekli, presojati, ovrednotiti pomeni v bistvu vse skupaj, oceniti, presoditi pa tudi utemeljiti, ne. Lahko je to doživljajsko, kaj se vam zdelo v tekstu, ampak to ravno pri vodenju interpretacije ni v ospredju, bolje pa to, kar tlele vas v tretji po četrti vrstici opis namiguje, ne. Torej, a imate sami podobne izkušnje? Torej, aktualizacija, etično, kdo ima prav, kdo ne, a ne, ne vem. Dostikrat je v literaturi tako, da ima vsak po svoje prav, a ne, in to tudi ni nič narobe napisati, a ne. Torej, spet, če gremo na neki primer prepira med materjo in hčerjo, ne, a ima mati prav? Ja, imajo, ker jo skrbi za to, da bi hčerka zašla na slaba pota. To je tipičen primer nekega prepira glede, ne vem, a ne, svobode, ki najstniki seveda upravičeno zahtevate, a ne. Mati bi si zmeraj lahko rečete, skrbijo in zato hoče biti zaščitnična do hčere. Ima pa tudi hči prav, kajti pri teh pa teh letih je že čas za samostojnost in mogoče se hči počuti, a ne, da ji mati ne pusti odrasti in to je seveda narobe, a ne, kajti ne morete drugače odrasti, kot da ne začutite sveta, pa naredite tudi kakšne napake. To je pač izkušnja odraščanja, a ne. Torej, tukaj se te stvari z ovrednotenjem začenjajo in to je praviloma zmeraj v vodenju interpretacij, tako, ne. Pa komentar, opredelitev, ne. Opredelite se do tega pa tega problema, a ne. Ovrednotite, kdo ima prav, aktualizirajte stvar, kako je pa danes, kako je bilo nekoč, pa kako je danes, pa kako je v tem delu, pa kako to doživljate vi, ne. Torej, presodite na primeru iz življenja. To je taka uporabna zadeva, kadar ste v dvomih, kaj pisati, pa a ste napisali dovolj, a ne, probajte res pogledati te glagole. Teli glagoli in razlage teh glagolov so precej, se meni zdijo bistveni, tako, ne. Zdaj pa kar, da ne bomo predolgi, pojdimo kar na tele odlomke, ki so v ekipi oziroma v spletni učilnici. Tele kode tlele desno zgoraj, no, so dejansko so te številke rokov, a ne, nekje
8 let nazaj so bili tamle okrog 160, 170, nekje od leta 2022 so nad 200, v starih časih, zmeraj so še 3 roki, tudi zimski rok, čeprav mu kdaj v prihodnosti bo zimski rok nekoliko, mislim, da ga bodo odpovedali oziroma ne bo več pri poklicni maturi, tako kot ni pri splošni maturi zimskega roka, so samo spomladanski pa jesenski. Torej, vaš rok je absolutno spomladanski rok 26, torej matura 26, ne vem točno s katero številko bo, mislim, da bo nekje okrog 240, 245, saj ni važno. No, tako izgleda odlomek za vodno interpretacijo iz zimskega roka 2017, februarja 2017. Nestrpno čakam mamo, da se vrne s sodišča, bojim se, kako se bo izteklo, ko pa končno pride, v trenutku vem, da se moji strahovi in njeni prav tako niso uresničili. Videti je večja, kot da bi hodila po zraku. Vidite, imate že eno tako skoraj da pesniško primerjavo ali komparacijo. Ali pa kot bi odvrgla breme, ki jo je dolgo tišalo k tlom. Objave me močno stisne. Končano je, kaj je rekel ata. Kakšna sreča zame, odgovori, odstopil od svojih zahtev, izplačal mi bo delež od premoženja, ne bo veliko, a lahko bomo začeli na novo. Andraž, ti in jaz. Imam že eno ime, torej ime te pripovedovalke, te punce, ne bomo imeli imena. Vemo, da je ta, ki zdaj to govori, mama, pa očitno gre še za mlajšega sina, torej brata od te punce, ki v prvi osebi pripoveduje, in to je Andraž. Kakšna sreča, da je popustil, kakšna sreča. Govori, kar vse se iz nje, dela načrte za našo prihodnost, nekje si bo našla službo in potem še stanovanje, življenje bo začela na novo. Zdaj sem ji mlajša in drugačna, takšne je še nisem videla. Vesela sem, hkrati pa me stisne pri srcu. Zdaj je res konec. Adijo, moj dom, moje mesto. K očetu ne bom šla nikoli več. Imel bo pravico videti Andraža. Kaj pa jaz? Že takoj vidite v tem odstavku ta dvojnost. Mati, očitno bo zdaj samohranilka, vsa vesela, našla novo stanovanje, službo. Zdaj, kje se to lokacijsko dogaja, je treba malo razbrati. Se vidi pol v enih 2 odstavkih naprej, to je ta varna hiša, kar pomeni, da je mogla biti ta ločitev kar že majčkeno tudi nasilna, kajti kar tako se v varno hišo ne pride. Varna hiša je zatočišče, neka socialna ustanova, kamor se zatečejo ženske z otroki, pred nasiljem v zakonski zvezi. Ampak na tem mestu tega še ne vidite pa tukaj, da so stanovalke varne hiše, pa neka svetovalka Sonja, ki ni sploh pomembna za ta odlomek. Torej, mati je vesela, kaj pa jaz, se takoj vidi. Najstnica, takoj vidimo, da to ni ravno neka punčka, ki ti zelo zrelo, bi rekla, razmišlja, ne vem, vse ne 14, 16 letno, ampak vidim jo kar bolj kot najstnico, kot otroka. Torej, Andraž je še fantek, ne razume, ona pa že. Takoj vidite to dvojnost, v kateri vas bo tudi navodilo, bi rekli, peljalo. Kako to doživlja mama? Ste videli v prvi vrstici, hodi po zraku, se pravi, je rešena sem, odstopil od zahtev, dobila bom toliko denarja, začeli bomo na novo in tako naprej. Ta punca je pa v dvomih. Tudi to, adijo, moj dom, moje mesto. Starejšim ni problem zamenjati okolja, v bistvu kdaj se to tudi želimo, rečemo, zamenjati zrak, zamenjati okolje, začeti na novo, to je super nova kariera, ne hočem stran od tja, kajti kot starejši, ko končajo tako dolgo partnersko zvezo, jim je tudi boljše, da grejo stran od ljudi, ki so seveda skupni znanci s tem partnerjem, s katerim so se ločili. Nočeš pol vsak dan videti skupnih prijateljev ali pa brata od tega, od katerega si se ločil, ali pa družine, stricev, kakorkoli že. S tem pa seveda najstniki, ki so pa logično navezani na to mesto, razmišljajo drugače. Adijo, moj dom, moje mesto. Kaj pa prijatelji in tako naprej. Bo imel pravico videvati Andraža, kaj pa jaz, se bova sploh še kdaj srečala, morda, če me ne bo zasovražil. Me bo prosil tiste posnetke, tudi na to vas potem navodilo napeljuje, nekako
v času, digitalizacije praktično kateremukoli dijaku pokažem ta odlomek, takoj razume, da je v neki fazi verjetno z alkoholom, ki je takoj v naslednji vrstici oziroma v naslednji povedi dvakrat omenjen, nehal piti alkohol, in pa kaj se bo zgodilo tistim, ki zaradi alkohola izgubijo vse, da ga pač ta punca, ta pripovedovalka očitno posnela z vse na video ali slike, torej v obdobju njegove alkoholiziranosti, je ona to hotela dokumentirati in to je verjetno njega še bolj prizadelo. Pa tudi verjetno ni prav objaviti posnetke, se veste, brez privoljenja tega, ki je na slikah, je itak v bistvu kaznivo dejanje, ampak te posnetki samo enkrat so omenjeni, ampak nekako pokaže na to, da ona je naredila nekaj, kar pač takrat najstniki v navalu neke pravice, pa s telefonom ste ta glavni, in tako naprej. Mislite, da je prav, zdaj pa v bistvu njej tudi malo se zasekira, verjetno je ona to objavila, ali pa vsaj, ne vem, dala na sodišču, Te smo malo enkrat že debatirali, če se spomnite, z to delom ekipe 4AV, kaj točno so te posnetki bili, skratka, mi bo oprostil tiste posnetke, bo nehal piti ali pa bo šlo z njim le še navzdol, kot se zgodi tistim, ki nazadnje zaradi alkohola izgubijo vse. Stresam z glavo, da bi se znebila teh bridkih misli. Tukaj bi se v bistvu odlomek lahko že končal, samo skoraj da ne zato, da bi otežili ven delo, ampak da malo olajša oziroma da imate več za napisati, potem piše še, mama pa praznuje, prinese torto, prižge svečko, pridruži se nam nekaj novih stanovanj varne hiše, zato da vidite, da to se dogaja v varni hiši, zato je ta odstavek. In svetovalka Sonja, Andraž, tukaj vidimo, da je res še fantak, vprašali je to za njegov rojstni dan in kje so darila, potem se vsi smejemo. Potem sklepamo, Andraž je toliko majhen, da pač ne razume te situacije, da dejansko mama simbolno prižge, kot da je na novo se rodila, od tod ta torta. On misli, imam rojstni dan, kje so baloni pa darila. Če moja mama ne bi zapustila očeta in naju z Andražem odpeljala v varno hišo, tukaj podvojeno, te bistvene stvari so v bistvu dvakrat narejene, s tem, da jih lažje vidite. Najbrž ne bi nikoli spoznala, česa smo ljudje sposobni, dobrega in slabega. Mama je odkrila svoj pogum in se je izborila za življenje, ki ga je vredna, jaz pa vem, da se ne sramujem več. Ta zadnji odstavek, dejansko te prejšnje dvome malo pokoplje, torej vprašanje je, kaj zdaj ta hči, neimenovana, spoznala. Na koncu se vidi, da je ta najstnica res precej zrela, skratka, ta najstnica razume, da je mama pokazala veliko poguma. Kot prvo, zvlekla jih je stran iz tega škodljivega okolja, bivšega partnerja, ki je bil očitno poln nekega alkohola, praviloma je z alkoholom povezano nasilje. To so vse teme, ki jih potem lahko vključite v aktualizacijo, kajti tega je seveda v družbi ogromno. Noben ne želi, da zdaj vi neke osebne zgodbe res pišete, lahko napletete pač na način. Poznam nekoga, ki smo jo tudi življenje ostalo zaradi alkohola, zdaj ali se je pobral ali ne, tukaj v odlomku odgovora nimamo, ampak nekje na eni točki nehate pisati v odlomku in probate stvari aktualizirati, kaj bi bili vi, če bi bili na mestu te pripovedovalke, a bi tudi razumeli, da mama ogromno tvega in da občudujete pogum, ali boste taki, kot je bila ta najstnica še 3 odstavke prej, kot, kaj pa jaz, kaj pa moji prijatelji, moje mesto, moj rojstni kraj in tako naprej. Torej, glagoli, ki jih bom zdaj počrtal, so te, brez katerih ne gre. Vi morate razložiti, kaj pomeni opredeliti odlomek. Smo rekli, samo ena točka, če rečete, da je iz epskega besedila, če pa vidite, da je posebno še to, da se pripovedovalka v bistvu izpoveduje, da pa torej lirske prvine, pa dobite 2 točki. Potem 4 točke povzetek, razlaga verjetno 6 točk, kajti razlaga je najprej, če grem kar počrtati, materinega doživljanja,
kaj mati doživlja, ne, zdi se, kot da bi hodila po zraku, ne, torej olajšanje, ravnanje ob razvezi, ne, torej kupi torto, veseli se novega življenja, hoče, da deli hči veselje z njo, ne, našla bo novo službo, novo stanovanje, šla v novo mesto in tako naprej. Katere pomisleke ima hči, ne, torej 2, 2, 2 in pa citirajte povedi, tle vas opozarja, zato imate to za drugo barvo, da je to dvojina, ki izraža ta njeno razdvojenost. In to vas ne sme presenetiti, ne, kajti če bi podrobno pogledali naslov tega odlomka, že tukaj vidite, da je naslov razdvojenost. Ne. Torej, delo te avtorice, Kodrič Filipič, je Solze so za luzerje. Zdaj ne vem, je to roman, mislim, da je, lahko je tudi zbirka kratkih zgodb, pa ne vem, kaj bi bilo to, kakšna daljša novela, morda povest, no, čeprav povesti ravno v sodobni književnosti niso pogoste, torej verjetno roman, ampak naslov odlomka je razdvojenost. In takoj, če ste pozorni na ta naslov, ker se vam zdi najprej, da je to pač kar nekaj, kar je na vrhu, pa nima neke uporabne vrednosti, bi lahko našli že med tekstom, ko ga prvič berete, ne, kje se bo ta razdvojenost našla, ne, da torej razumete, da bo ta razdvojenost del navodila, ne, in pisalo je, citirajte povedi, zato je logično, da ste razdvojeni. Ena je to, ena je pa to. To pomeni, da je pripovedovalka, ne, razpeta med dva pola, med dve skrajnosti. Na eni strani je vesela za mamo, občuduje njen pogum, na drugi strani pa ta strah, ki ga seveda najstniki, ki bodo šli na drug konec Slovenije, še kako občutijo, ne. Torej, en del si ne želi tega, da bodo začeli na novo, ne. Pa seveda kot hči ima očeta rada, ne, tudi to je ena od modrosti, ki verjetno poznate, saj tega je v družbi ogromno, ne, kdaj se mi zdi na šoli, da je v bistvu vsak drug otrok ali pa vsak tretji otrok oziroma dijak, dijakinja, otrok ločenih staršev, ne, in eni imajo pol, eni so samo pri mami, ne, eni imajo še celo kakšno drugo zadevo, imajo kakšno skupno stanovanjsko, ne, tisto je sploh težje, no, ampak kakorkoli pogledate, oče je oče, ne, če je še tak, bil mogoče nasilnež, alkoholik, ne spremeni tega, da otrok hrepeni tudi po njem. Ne, to so pač družinske zadeve, ne, in tole je ta zadeva. Vesela sem za mamo, vesela sem, začeli bomo na novo, juhu, novo življenje, hkrati pa me stisne pri srcu, ne, to so pa te strahovi. Ne, ni enostavno začeti, ne, starim, dostikrat pa v bistvu mlajšim ne, ker ste v občutljivem obdobju odraščanja, ne, je to, da zdaj spakirate kovčke, pa greste živeti na drug konec Slovenije, ker je pač mama tako rekla, pa vas vzame s sabo. Vsakega bi bilo strah, ne, torej ona je vesela, hči pa ne, to je ta razdvojenost, ne. In res, to sta te dve povedi, izjemoma sta to dve, ne, ki izražata to razdvojenost. Kaj drugega skoraj ne bi bilo, ne. Zdaj, lažje bi bilo, če bi pisalo dve zaporedni povedi, no, ampak tukaj je res najbolj na enem mestu jasno. Vesela sem, navijam z mamo, hkrati pa me stisne pri srcu, ja, kaj pa jaz? Kaj pa moje šolanje, moji sošolci, moj, ne vem, fant, če sem v zvezi, ne, kot pripovedovalka morda moje mesto in tako naprej. Torej, kaj je hči spoznala, to je pa ta zadnji odstavek. Potem pa povzetek ugotovitev, 2 točki, mnenje o hčerinem odnosu do obeh staršev, ne, torej tle je ta zadeva tudi mnenje o odnosu do očeta, zato morate vključiti to, ne, da je najprej hotela posneti ta njegov alkoholni izpad, potem pa je, se mi zdi žal, no, vsaj tako jaz razlagam, mogoče vi tudi po svoje, ne. Potem pa 2 točki primeri življenja in pa presoja, kako razveza staršev vpliva na otrokovo življenje. Tle ni pravilnih pa nepravilnih odgovorov, enostavno si, ali če poznate ali pa ste sami doživeli realen primer življenja, ga navedite, to je tak mini par vrstic obsegajoča zgodbica, more biti pa skladna s tem, ne, kar pol
presojate, torej ne kar tako, ne samo na splošno reči, ja, v sodobni družbi je vlada odtujenost, vsi so individualisti, težko je najti zvezo, pa še te večinoma razpadajo, tako da me ta zgodba ne preseneča. To ste samo generalno mnenje povedali, ne? Konkreten primer nečesa podobnega, ali z alkoholom, varno hišo, razvezo, to, da je hči v bistvu želela še zmeraj, da se ne zgodi sprememba in tako naprej, ne? Torej, kakšen je vpliv na otrokovo življenje, ne? Torej, kar da po svoje težka tema, ampak mi je všeč, ker je življenjska, ne? Kot rečeno, tega je res ogromno in zato so to dali in ta esej ni med težjimi, ne? Je pa res, da ima lirske prvine, kar koga zbega, kdo bi rekel, ja, se pogovarjajo, so dramske prvine, ne? Ampak v bistvu sam ene dve repliki sta, ne? V bistvu mama govori, a ne, tako govori, da se kar usuje z nje, pripovedovalka pa razen ene stvari ne spregovori kaj dosti, ne? Zato tukaj pravega dialoga skoraj ni, je pa njen miselni tok, njena duševnost, njena psiha notri vidna, ne? Tako, no, in taki bi bil esej, oziroma je bil, no, realen primer. Nekje v tej datoteki, kjer so rešeni primeri, imate en primer, danes časa nimamo, da bi ga pogledali, ampak zmeraj lahko, zato so pomembne te kode, no, te številke, a vidite ta P163, ki je desno zgoraj, to pomeni, da je to pač ta pola, torej najdete lahko navodila za ocenjevanje, a ne, prvih 8 strani je prva izpitna pola tega roka, to je februar, kaj smo imeli leta, kjerga 2017, a ne. Ampak potem najdete pa to izpitno polo 2 in pa primeri, zgledi za ocenjevanje, no, torej to niso rešitve. Če bi to zlepili skupaj, ne bi bil esej, ampak to je to, kar mi iščemo kot ocenjevalci, a ne, v eseju. Recimo, opredelitev odlomka glede na književno zvrst, odlomek je iz epskega besedila, poleg pripovednih pa so v njej tudi lirske prvine, občutki, njeno razmišljanje, a ne, ali pa njena duševnost, ali pa razmišljanje, tudi doživljanje, saj občutki pa doživljanje je v bistvu eno in isto, ne, torej, ena točka, če rečete, da je samo odlomek iz pripovednega besedila, če pa prepoznate, da je to v bistvu lirsko, čeprav je znotraj epike, torej, da so posebnost, značilnost oziroma posebnost zvrsti v odlomku, pa dobite 2 točki, a ne. Kakšen povzetek so si zamislili, ne? Prej smo res rekli, ne smete obnavljati, vidite, obnova odlomka, torej to, da greste res obnavljati kot en otrok risanko, da nič ne izpusti, da mu je vse pomembno, bi bila 2 točki, a ne. Če pa nekaj zgrešite, je pa še zmeraj bolj, že imate povzetek, a ne, torej za 3 točke. Mati pove hčeri, da bo ob razvezi dobila del premoženja, hči se veseli z njo, je hkrati zaskrbljena, razmišlja o prihodnosti, mati pripravi praznovanje svojega uspeha, na njem so poleg obeh otrok tudi nekatere stanovalke varne hiše in svetovalka. Ne, to je praktično vse, skoraj vse zajeto, no, čisto vse ne, a ne, torej mati pove hčeri, dobila bo del premoženja, hči se veseli, a je zaskrbljena, ne, torej to, kar bolj imate čas v razlagi, bolj podrobno analizira. Zdaj samo še povzemamo, to je še zmeraj prvi odstavek, a ne. Razmišlja tudi o prihodnosti, mati pripravi praznovanje, na njem so tudi stanovalke, ne, torej otroka pa 2, torej razberete to, a ne, mati, ki ni imenovana, potem ta najstnica, pripovedovalka in pa Andraž, a ne, pač je imenovana, ampak to ni bistveno, kot najmlajši otrok. Manjka to, kar je pa v povzetku za 4 točke povzeto, ta stvar, a ne, da se veseli z mamo, to je že tlele napisano, ne, torej, da je seveda logično tudi zaskrbljena, ne, da ima še zmeraj očeta rada in pa, da je na koncu, zadnji odstavek v bistvu manjka povzetek, a ne, spoznala, da je mati v bistvu imela veliko poguma in da dejansko drži z njo, a ne, tako, torej, o prihodnosti razmišlja tudi hči, čeprav je zaskrbljena, pa ima rada očeta, se pridruži skupini, ki praznuje, misli na njena dejanja in svoj odnos do nje, torej, jaz se ne sramujem več, a ne, to je taka stvar, ki
vam mogoče nič ne pove, ampak odraslim pa še kako, nimate se kaj sramovati svojih staršev, so starši, kakršni so. Kdaj pa kot najstniki, imate pač občutek, da vi bi pa vse bolje naredili, pa ta stari itak nimamo nobenega pojma, To je ta ideja, zato je ta zadnji odstavek tukaj, torej svoj odnos do nje. Potem pa razlaga, se pravi, materino doživljanje, to je to, kot da bi hodila, letela po zraku, rešila se je bremen, začela bo na novo, je blazno ambiciozna in tako naprej, to ponazori s to čudno torto, kar je pač malo čudno, saj ob rojstvu ne dobite torte, pri prvem rojstnem dnevu, ampak pustimo zdaj podrobnosti. Potem pa razlaga hčerinih pomislekov, 2 točki, točno to, kar smo rekli, ima očeta še vedno rada, skrbijo, da se ne bo več tega, in pa tistih posnetkov, ki jih je naredila, pa da ne bo propadel zaradi alkohola, hči pač to trezno razmišlja, zdaj bo pa on ostal sam, kaj bo z njim, da ne bo dokončno šel dol, mogoče bi pa le za hipec razmislil, ostali skupaj, pa se probali rešiti, to je ta ideja, otroci, ki doživljajo ločitev, se zmeraj pol zasekirajo, da so v bistvu oni krivi, to je ta stvar, ki jo logično noben odrasel ne bo nikoli si sledil, vsakdo ima svoje življenje, najstnikov se pa to, da bo zdaj eden od staršev pa morebiti res propadel, blazno dotakne, in se zasekirajo, zafrustrirajo in tako naprej, čeprav vejo, če znajo trezno razmisliti, da nikoli niso krivi za zablode, ki jih imajo starejši, najmanj za alkohol, sej noben otrok ne bo silil starejšega, da pije, alkohol je izključno zabloda starejših, ki se ne znajo s svojo žalostjo, depresijo drugače soočiti, čeprav vejo, da je v bistvu z alkoholom še slabše. Potem pa spoznanje je to, kaj vse zmoremo ljudje, in da se mati ne zasluži tega, da bi se sramovala, torej premaga te svoje dvome in se dejansko postavi na stran matere, ki je dokazala, da je pogumna in tako naprej, nesposobna reševati probleme. To sta potem citirani povedi, tudi če greste malo skačete po besedilu, kdaj komu te citirane povedi, ker bi rekli, nekoliko vzamejo časa, zato vam pravim, da z malo zverziranosti pa spretnosti boste že pri prvem branju iskali te bistvene povedi. Praviloma je ena poved, tukaj imate izjemoma 2, ker je pač to razdvojenost, Lažje bi bilo, če bi pisali 2 zaporedni povedi, kar mogoče v kakšnem drugem primeru je. Nekako pa razumete, da eni citati nimajo nobenega smisla, Andraž vpraša, ali je to za njegov rojstni dan. Torej, tole bi bilo vredno 1 točko. Mama praznuje, ona pa strese z glavo zaradi bedatnih misli, ali pa potem se vsi smejemo. Torej, lahko imate iz različnih delov povedi, najbolj sta pa te 2, ki sta ena zraven druge. Povzetek ugotovitev, torej to, kar imate do zdaj razlage, strnete v eno, pa kvečjemu 2 povedi. Hči torej, ta torej pomeni, da boste dejansko strnili stvari, ki so bile prej v 2 odstavkih v nekaj vrsticah pojasnjene. Deli z materjo veselje, ker so zaradi materinega ravnanja na sodišču pred okrnjeno družbo boljši časi, ne more pa biti srečna, kot je mati, ker prihodnosti ne vidi tako optimistično zaradi skrbi za očeta. In potem pride še mnenje o odnosu do staršev, torej morate dati in mater in očeta, presoja in pa nekje znotraj te presoje, lahko komponirate že kar tisto utemeljitev presoje s primerom iz življenja. Tako, tukaj pač ima ta primer, neke starši prijateljice, lahko katerokoli zgodbico daste, lahko si jo tudi izmislite, noben ne bo tega preveril. Potem pa vidite 8 točk, členitev, jezik, slog.
Če napišete manj kot 400 besed, ste kaznovani v bistvu minimalno, no, dejansko je samo 1 točka odbitka. Zelo težava pa je, če bi bil kdo zelo redko beseden, veste, 200 besed je v bistvu, to je dobra stran, a ne. Tam pa ne dobite teh točk iz jezikovne pravilnosti pa te oziroma, ja, kdaj je bilo tako, no, zdaj pa še 2 točki, ja, v bistvu mislim, da ne dobite točk za členitev, no, ali pa za členitev pa za slog ali pa nekaj podobnega. Malo skozi čas je majčkeno različno, kaj se je zgodilo, včasih je bilo stran od teh 6 točk oziroma so bile samo z 1 točko lahko ocenjene pravopis, slovnica pa slog, ampak tle vidim, da piše 2 točki manj, ne. Torej, ste z odbitkom točk kaznovani, no, tako da če vztrajate pri minimalno 400 besed, bo stvar v redu. Ne pa štet besed, no, to sicer kdaj morajo delati pri eseju na splošni maturi, to je časovno zamudno. Poglejte, koliko besed povprečju pride na eno vrstico. In pol, glejte, približno na tak način, koliko vrstic ste napisali, a ne, kajti ena tista črtana stran pole ima, mislim, da 32 vrstic, in zdaj, če približno 10 besed imate na vrstico, pa ne začnete čisto na vrhu, ker imate najprej še naslov, čeprav naslov sploh ni nujen pri vodenju interpretaciji, pri tej samostojni je, no, vreden v bistvu 1 točko, ampak če pogledate, da napišete 30 vrstic, ne, to seveda 300 besed, skratka, 1 stran ni zadosti, a ne, pa naredili boste seveda odstavek, 2, 3, pa boste tudi tam kakšno vrstico morda izpustili ali pa se vsaj zamaknili, zato razumete, da je približno stran pa pol tisti minimum. Kdor pa naredi 2 strani, kar se komot da v 60 minutah, bo pa vsekakor zadostil obsegu, ne, torej nekje 600 besed, smo rekli 300 je približno 1 stran za večino od vaših pisav, nekako povprečje gledam, če torej naredite približno 2 strani, ste zadostili vsemu in bo do eseji, če so le dobro členjeni, dobro ocenjeni. No, to vam garantiram. Torej, tak je prvi primer, potem tale na prvem mestu, to je pa maj 2017, ne, še zmeraj smo približno v teh letih. Sam na hitro bomo pogledali pa, kaj je treba citirati, ne. Spet vidite, da je to pripoved ženske, s tem, da tukaj pa že ima ona mamica, ne, in govori spet o partnerski zvezi, ampak na drugačen način. Tukaj imata 2 zakonca, ali pa vsaj partnerja, ne, v zvezi, že punčko in oče, a ne, te punčke, torej partner od pripovedovalke, postavlja punčko na prvo mesto. In to je ta naslov na prvem mestu, na katerega ste lahko že kuj pozorni, a ne, torej, kako bo ta pripovedovalka to dojemala. Vidite, da ni odstavkov, a ne, vse je en dolg odstavek, malo krajši sicer, no, kot prejšnji, ampak veste, krajši odstavek pomeni majčkeno več dela na nek način, no, ker je manj stvari pojasnjenih, tam je vse tako zelo logično, vsaka stvar je v bistvu v svojem odstavku, je tudi nekaj dialoga, ne, tukaj pa, če ni odstavkov, morate bolj begati sem pa tja, torej na nek način je lažje, ker je manj dela, ker je krajši odlomek, no, ampak ker ni členjen, a ne, je vse to kot en val izpovedi, tudi tukaj so lirske prvine, a ne, pripovedni tekst, ampak brez dialoga tle ni dvoma, da so lirske prvine, a ne, niti ene besede si ne izmenjati, ampak je težko, ker je vse eno za drugim, a ne, odstavki nam pomagajo stvari majčkeno postaviti v kontekst, v prostor, a ne, veste, v katerem odstavku približno kje je, če ste pozorno brali, tukaj pa vse eno za drugim. Ampak tudi ta esej je bil, mislim, med obvladljivejšimi. Vsakič, ko si se vrnil domov, si k sebi najprej stisnil malo, so poigral z njenimi medenimi lasmi, poljubil na lica in šele nato sem prišla na vrsto jaz. In mala je prve mesece jokala, nepopisno veliko jokala, da sem že tedaj razmišljala, da bi bilo treba nekaj ukreniti. Vse noči me izbujala s predirnim kričanjem, da sem vstajala in jo poskušala utišati, medtem ko se ti vstajal redko, ker si moral biti naslednje jutro naspan. Meni pa kot da to ni bilo treba, ker sem z njo ostajala doma.
doma, zato, da sem zanjo skrbela, da sem skrbela za tvojega otroka, za tvojo najljubšo ljubico, kot si pogosto dejal, in ob tem sploh opazil nisi, da me je zabolelo. Ne, tukaj se lahko že v prvo ustavimo, kajti ta razmerje, takoj vidimo z njenega vidika, je že kar mečkano toksično oziroma zastrupljeno. Čeprav to bi lahko še do tukaj marsikdo rekel, ja, to je sam v njeni glavi. Ja, seveda, pač ti boš ostajala, ker se otrok praviloma laže potolaže pri materi zaradi njenih prsi in tako naprej in tako naprej. Skratka, eden pač bo zmeraj spal, drug bo pa vstal. Torej, ti si vstajal redko, ja, pač tako je, mogoče pa ne vem, je bilo zanje ima lažji, bolj lahek spanec mati kot oče, pa ne vem, kakorkoli že. Torej, poljubil je najprej otroka, šele potem prišla na vrsto ona, mogoče tudi čist običajno, da se otrok se tudi praviloma bolj razveseli, in pa potem to kričanje, in pa tako naprej za tvojo najljubšo ljubico, že to. Tle se vidi, da mogoče res nekaj ni čisto v najboljšem stanju, v najboljšem položaju med v njuni partnerski zvezi. Prav dobro je vedela, da je na prvem mestu, da jo imaš raje kot mene. Torej, tle je mogel pol otrok že kar hitro zrast, tega novorojenček ne ve. Pa kasneje, ko pa otrok zraste, pa in v tem odlomek bo pol govoril, zelo dobro ve, kako manipulirati. Otroci so blazni manipulatorji. Točno vejo, kako odreagirati do enega starša, ko drugega ni zraven, da bodo kaj dobili, in potem do drugega, ko prvega ni zraven. Skratka, otrok zna zelo hitro že začutiti neko to energijo v gospodinjstvu in to izkoristi za svojo stvar. Otroci so kdaj blazni manipulatorji. Kako starši to rešijo? Ja, da pred otrokom nesporno držijo skupaj, pa že pol na samem pojasnijo, če kaj ni v redu. Tukaj pa v bistvu nekega dialoga ni. In to asocira točno tak odlomek, kjer slišimo samo njo, ne pa njega, in stvar je šla res zelo hitro, precej daleč stran. V bistvu je to že primer za kakšno, bi rekli, zakonsko terapijo, oziroma obisk pri kakšnem kliničnem psihologu. Prav dobro je vedela, da je na prvem mestu, in tudi naslov na prvem mestu, da imaš raje kot mene. Neredko sem v njenih velikih svetih očeh opazila privoščljiv nasmešek, ko se jo stisnil k sebi, jaz pa sem ob strani čakala, da pridem na vrsto potem, ko se bosta vidva naveličala drug drugega. Mala je znala biti hudobna, zelo hudobna in privoščljiva, izmišljevala si je povsem neresnične stvari, denimo to, da ni dobila hrane, ki so jo tisti dan zaželela, ali ki sem jo dan prej obljubila, pa da sem jo nekajkrat klofnila, ko me v nakupovalnem centru ni ubogala, ko sem jo iztrgala iz rok, samo zato, da bi vzbudila pozornost, in so jo uslužbenci na to iskali po zvočniku, in so prodajalke z mano vred brskale in šarile med obešalniki, dokler je niso končno našli na oddelku športno opremo. Tako zelo dolga poved je to, ogromno enih odvisnikov in res že zelo manipulatorske stvari. Torej, otrok pa zloba, to nekako mi upamo, da to ni res, ampak to je stvar vaše presoje. Mogoče mati pretirava, mogoče ima prav, skratka, nekako ne bi smeli si dovoliti, da so otroci pri teh letih že hudobni, zlobni, privoščljivi, da namerno se zgubijo in tako naprej. Smejala se mi je obraz, češ, poglej, koliko ljudi me je iskalo, vsi so si me želeli najti, vključno s tabo, ki na svetu nimaš nikogar, ki bi te imel najraje. In tedaj v tistem trenutku, ko so jo pripeljali k meni, je v resnici nisem klofnila, ampak sem jo le močneje prijela in oplazila po lasišču. Ampak to, veste, starši, ki mečkan fizično kaznujejo otroke, zmeraj rečejo, nisem ga zares klofnil, samo malo močneje sem ga stisnil. Ona pa je zakričala, kot bi jo bolelo. A je ni, jaz sem bila tista, ki sem čutila bolečino, ker me je tako kot mnogokrat poprej osramotila. Vse oči so bile obrnjene vame, kakor da sem jo tako slabo vzgojila, kakšna mati, da sem in podobno sem brali z njihovih pogledov. In ti na to doma nisi bil besen nanjo, ampak name, ker sem jo izpustila izpred oči, ker sem dopustila, da se je tvoj otrok iztrgal iz varnih materinih rok. Torej, ta na prvem mestu
pa odnos pripovedovalke do tega, ne, je zelo veliko primerov, ne, tukaj imamo, ta primer je težji, ne, eseja, ker je več možnosti pravilnih, kje se izrazi ta stvar, da je ona ni na prvem mestu, ne, recimo tale primer tukajle, pa mislim, da ni to ta glavni, ta za 2 točki, boljši je recimo tale, ne, za tvojo najljubšo ljubico, kot si pogosto dejal, in ob tem sploh opazil nisi, da me je zabolelo, ne, ta bolečina je res tako, da je stvar bi mogla biti rešena, no pa ni. Torej, nekaj od tega bo pravilen citat, ne, možni so še drugi, bomo pogledali po rešitvah, ne, torej, opredelite odlomek, povzetek, odlomek smo rekli, prepolno besedilo z lirskimi prvinami, pripovedovalka, ne, v bistvu imamo njen miselni tok, v povzetku izvemo, ne, da v njeni zakonski oziroma partnerski zvezi že dolgo ni vse v redu, da njen partner postavlja hčerko na prvo mesto in to ima precej velike posledice, ker se otrok tega zaveda, ne, in pripovedovalka izraža te občutke, da njo to zaboli, da mora čakati na vrsto, da se partner posveti, če se sploh kdaj posveti, in pa da je mala, ne, že od takrat, ko je jokala, bila zmeraj na prvem mestu in pa da je to znala potem tudi izkoriščati, ne, torej, da se je v nakupovalnem centru izmuznila, ne, da je vidi v njenih očeh njeno zlobo. Zdaj na vas je pol, ko boste imeli to mnenje, a je to upravičeno ali ni, a ne, se res mati kdaj počuti, a ne, da hči je v bistvu tak na grd način z njo manipulira oziroma izigrava, ne, a so res otroci lahko pri teh letih že zlobni, a ne, nimamo podatka, kolikšna je starost, ampak ne glede to, ne, da je to še, a ne, očeva punčka, je to še zmeraj to zelo majhno dekletce. Torej, ta esej je težji tudi iz tega, ne samo zaradi tega, ker je to en neprekinjen odstavek, pa ene misli te užaljene matere, tudi zato, ker se s tem malo težje identificirate, ne, pa človek daste neko utemeljitev z primerom iz življenja, ne, a ste tudi, ne vem, hčerke res praviloma bolj, ne, ati bolj crkljajo kot mogoče mame, ali mogoče to ne, ni te neposredne stvari kot pri prejšnjem besedilu, ne, kjer je pripovedovalka najstnica, ne, tako imate z njo v bistvu ste bolj na njenem nivoju, ne, tudi če niste otroci iz ločitvenih družin, torej iz staršev, iz mame, ki je samohranilka, ne. Torej, vpišite materin očetov odnos do otroka, kako vpliva na njun medsebojni odnos. Torej, materin odnos, očetov odnos in pa njun medsebojni odnos. Citirajte poved, v kateri pripovedovalka neposredno izrazi svojo prizadetost, nekaj od tega zgoraj. Tole, kar bom zdajle označil s klicajem. Ena pa druga. Torej, morate eno poved, da ne bo nesporazuma. Tukaj nista 2 povedi. Povzemite, ugotovite, presodite, ali je pripovedovalka upravičena, to je to, kar sem že parkrat namenil, ne, lahko ja, lahko ne, ni pravilnega odgovora. Razmislite, kako vpliva pomanjkanje pozornosti na medčloveške odnose in izrazite svoje mnenje ob tem, o primeru življenja, ne. Torej, greste zunaj vzgoje, tle mi je všeč, da so dali v bistvu neko generalizacijo, pomanjkanje pozornosti na medčloveške odnose, ne. Torej, ali se vam, ne vem, partnerka, če jo že imate, ne posveti po nekaj časa, pa se čutite, da je kdo drug na prvem mestu, ali mogoče znotraj družine, ali znotraj prijateljstva, ne, tudi mogoče ste bili ena klapa, par posameznic, potem pa se vam zdi, ne, da so 3 drugi vas kar izločili ven, ne, a si to domišljate ali ne. Torej, tak zelo prijazen način, ne, kajti težko bi bilo pisati direktno na to mati pa hči, poleg očeta, ne, lažje se gre na bolj splošno medčloveške odnosi in pa spet 8 točk za členitev, slovnico pravopis pa so ta zadnja alineja je zmeraj enaka, ne, ampak ta navodila pa vidite, da so konkretna za vsak primer, zato temu rečemo vodena interpretacija, ne. In bomo kar pogledali rešitve, to vam pa lahko na koncu tudi nalimam v samo
ekipa, v bistvu pa lahko jih najdete tudi na spletu, torej vodna interpretacija, Mojca Kumrdej Pod gladino, naslov odlomka, in tudi vašega eseja, čeprav naslov ni nujen, je na prvem mestu. Odlomek je epski, oziroma odlomek je iz epskega besedila, v njem so tudi lirske prvine, saj pripovedovalka izraža svoje občutke. V odlomku se pripovedovalka spominja, kaj se je dogajalo v družini po hčerinem rojstvu, tudi takrat, res dosti natančno pojasnjeno, ko je mala jokala non-stop in tako naprej, pove, kaj je čutila v partnerjevem ravnanju, pa kaj je videla v hčerinih očeh in pa podrobnost na dogodek v nakupovalnem centru, ko jo je v bistvu sramotila v javnosti. Torej, tako je 4 točke. Nič ne manjka, pa nobena podrobnost ni izražena. Torej, tudi ta zadnja poved je namerno tako mečkan krajša. Torej, kako jo je deklica osramotila mamo, ne to, da se je pač skrivala, pa da so jo v bistvu vse prodajalke, vsi uslužbenci iskali, pa po ozvočenju govorili in tako naprej. Potem pa res največ se ukvarjate na začetku s tole razlago, torej opis materinega odnosa do otroka, da vidi v njenih očeh neko to skoraj da že zlobo, oziroma vsaj neko nagajivost, mati jih skrbi za hčer, več je kot oče pride iz službe utrujen, se z njo samo pocrklja, nekako je čuti, da je izgubila partnerjevo pozornost, zdi se ji hudobna, torej to je zelo pomembna stvar, torej hči ni hudobna, ampak se v materinih očeh, ker je vsa zgarana, pa se čuti zapostavljeno, zdi, da je hudobna, oziroma njene laži jo prizadenejo, to, da pravi, da nič ni dobila za jest, pa da je, ne oskrbuje in take stvari. Pred ljudmi se zaradi nje ta mati počuti osramočeno, v njenem odnosu je nekakšen odpor, zato govori tvoj otrok. To je zelo zanimiva stvar, in je kar malo se za potruditi, vse to analizirati, da imate materin odnos do tega. Res je tvoj otrok, to je zelo zanimiva stvar, torej ne najin, kakorkoli že. Potem pa odnos očeta do otroka, seveda, pač to je njegova punčka, je na prvem mestu, najljubša ljubica, v osnovi nič narobe, da so očetje igrajo z otroki, da so tudi čisto čuteči, ampak je malo preveč popustljiv, je neuštej, in pa predvsem nima časa za partnerko, in to je verjetno to, kar je pa res objektivno lahko rečemo, da je moteče. Torej presoja, oziroma ne še presoja, razlaga vpliva otroka na njun medsebojni odnos. Tle bi jaz začel čisto s tem, otrok ne sme biti na prvem mestu, otrok zvezo obogati, še zmeraj sta pa partnerja, torej oče in mati otroka, ta dva, ki se seveda morate še zmeraj imeti rada, otrok mora povezovati, ne pa biti nadomestek za partnersko ljubezen. Otrok naj bi utrdil vez med materjo in očetom, a v tej družini se zaradi njega njun odnos poslabša, mati se čuti zapostavljeno in pa je prizadeta. Do nje krivičen, saj se jezi nanjo, ko bi se moral na hčer. Deklica se zaveda, da ima oče najraje njo, in v tem zelo dobro uživa in manipulira. To je pol tale citat, tale bi bila glavna, pa mogoče kakšna druga tudi, ampak praviloma sta dve te, ki ne bi bili ustrezni, in če piše citirana poved, je to ena poved, morate eno citirati. Kaj pomeni citat? V bistvu je najlažje ga vključiti v razlago na konkretno mesto, torej tam, kjer je odnos matere do hčere ali pa na njun medsebojni odnos, in najlažje vključite citirano poved tako, da jo res morate dobesedno citirati, točno tako, kot je napisana v odlomku, zato sem rekel, da odlomek kar majčkeno že probajte počrtati na kakšen način sproti, tudi če potem vidite, da je kakšna druga poved primernejša, probajte jo na tak način izpostaviti in pa nekako rečete, ta odnos najbolje odraža naslednja poved, ki jo citira, dvopičje, narekovaj spodaj, in pa citirate vse, naredite končno ločilo, pa narekovaj zgoraj,
ali pa uporabite te navednice, ki so običajne v tiskanih besedilih. Skratka, morate označiti z ločili, da je ena poved citirana, kdo je da tudi v svoj odstavek, no, kar sicer ocetovano, naj bo znotraj razlage na logičnem mestu. Morate pa res na pravilni način citirati, kajti edino tako, da daste stvari v navednice, v to citatno obliko, edino tako se stvar citira, pa druga stvar je, tako bo ocenjevalec takoj našel ta citat in ga tudi ustrezno točkoval. Če pa moramo brati trikrat, da najdemo neko citat, ker ga niste smiselno vključili v razlago, je pa potem to takoj kakšna točka manj. No, v bistvu se vam to lahko maščuje, da pač, če ne moramo tega najti, ne bomo točkovali, in marsikdo kdaj pozabi citat. Citat je zelo lahka zadeva. Enostavno morate stvar smiselno z razlago, najti najprimernejšo, ali pa pač drugo najprimernejšo, sej, to je tako. Praviloma, ponavljam, je citirana poved ena, se pa v novejšem času na ene 2-3 pole pojavi, da je treba citirati tudi 2 povedi. Ne pa kar citirati vseh, pa upa, da bo ena ta prava. Ne. Torej, povzetek ugotovitev in pa presoja upravičenosti. Tle mislim, da je redko kdaj, da imate možnost obojega, torej je upravičeno, se čuti prizadeto, partner se na mesto otroka izzinanjo, posveča premalo pozornosti, še lažje razumeti njeno bolečino, ker je otrok že manipulant. Tega si mati ne zasluži. Lahko pa bolj druga, malo bolj mogoče realna, pa ne vem, moška logika. Po mojem mnenju ni prav, da je pripravka prizadeta, otroče se mi zdi, da je ljubosumljena lastna hčer, lahko bi bila vesela, da je otrok deležen očetove ljubezni. Malo verjetno se mi zdi, da je bila deklica do matere hudobna. Točno to, kar sem prej že jaz sam razlagal. Tako. Torej, lahko je sam nagajiva, pa išče pozornost, kar v bistvu otrok zmeraj dela. Otrok, če ga boste ignorirali, bo pač vpil, tolkal, se skril, kakorkoli že, sam, da bo zbudil vašo pozornost. No, tako. Potem pa mnenje o vplivu in tako naprej, primeri življenja in pa spet 8 točk za tisto. Torej, mogoče majčkeno težji esej, ampak po svoje še zmeraj zelo obvladljiv. Potem pa prej se pridemo do te avtorice, ene najbolj znanih mladinskih pisateljic, Nataša Koncl-Lorenzuti. Zna biti, da ste imeli kakšno njeno knjigo že v osnovni šoli, ali pa da dobili kaj v tem projektu Rastem s knjigo, ali pa kakšen odlomek tudi v berilu. Zdaj, svoj čas je bila ta popularna avtorica Janja Vidmar, pol je bila nekako istočasno Desa Muck, zdaj pa ta Nataša Koncl-Lorenzuti, ena takih, kjer v bistvu ali dobite Sebastiana Pregla, mogoče Vinka Möderndorferja, ali pa to se kar na ene 3 pole pojavljajo teli avtorji. Ljubezen nekaj, kar ne boli, spet tak provokativen naslov, nekdo bo mogoče že v fazi neke slabšega stanja partnerske zveze in ne bo mogel verjeti, da obstajajo v bistvu zveze, kjer partnerja drugega rekel, držita gor, oziroma obogatita, da eni so toliko zablodli v svojih zvezah, da mislijo, da je ljubezen v osnovi nekaj, kar v bistvu skoraj povzroča bolečino. Spet neko stanje, ki ga nikomur ne privoščim, ampak kdaj v življenju pride tudi do tega. Tako vidite, da je to bolj dramatično, tukaj bodo seveda dramske oziroma dramatske prvine, kopije pogovora, vidite, da govorijo kot, kdaj rečemo, navite ure. Globoko je zajela sapo, ni šel do konca, zrak se je ustavljal, izdihovali je v sunkih, po koških, to je ta deskriptivnost, ki ima ta avtorica ogromno, kar enkrat vidite, veste, kaj je pomembno, kaj ni, ampak v tem odlomku je to pač stanje neke prizadetosti. Sapa je bila gosta strnjena. Kaj se je zgodilo, Marko? Omedlela si zaradi tipa, ki te ima za sužnjo. Torej, pogovarjata se Marko in pa ta ženska, o kateri ne zvemo veliko, razen tega, da je majčkeno v šoku, da je skoraj da omedlela, ali pa da ima, ne vem, kaj bi rekli, panični napad, tudi takrat je to izdihovanje v sunkih, in zvemo, da ta, s katerim je ona v zvezi, jo ima za sužnjo. To je prva
karakteristika po 2-3 vrsticah odlomka in se bo ta predstava, da je ona v zvezi, kjer je v bistvu skoraj da sužnje lastniško razmerje, samo še stopnjevala. Ko ga je videla, kako je zaskrbljen, ni bila več tako jezna. Omehčala se je. Vem, Marko, vem, nisem ga vabila, kar prišel je in jaz sem mu pustila. In zakaj mu ne pokažeš vrat? Ne bom se pogovarjala o tem. Zakaj se utihaš? Te je kdo prosil? Torej ta v bistvu zaščitniškost kot pusti ti mojo zvezo, kaj te pa briga, te kdo kaj vpraša, zase se briga, tak zelo v bistvu otročja reakcija na nekaj. Očitno ta Marko je prijatelj ali je nek družinski znanec in hoče tej ženski pomagati, ona pa pač se zapre vase in reče, ja, zakaj se vtikaš, ne bom se o tem pogovarjala. Sploh veš, kako te izkorišča, tiho, molči, kaj te briga, je zavpila s počenim glasom. Seveda je vedela, ampak ona sama je hotela, lahko bi mu rekla, naj gre in bi šel. Ne bi je silil, pa ni rekla. Njena nesrečna pomaranča se je spet dvignila v grlo, to je ta cmok v grlu, kot se temu lahko reče, ki se v sok si nabiral pod vekami, vse zapravljeno, oskrunjena, zamazana, poteptana, spet tak vidik take zveze, ki je destruktivna, ampak ljudje v njej vztrajajo, ker nimajo boljše alternative. Oskrunjena, kot osramočena, uničena, bi to bilo, zamazana, ne vem zakaj, poteptana. Niti trohice spoštovanja do sebe ne premore več. Marko je položil moker robec na čelo, bil očetov robec, vzel ga je iz predala v dnevni sobi. Še zmeraj ni prepozno sestrica. Zdaj izvemo, da sta to brat pa sestra. Torej, brat čuti neko odgovornost do te svoje sestre, mislim, da ni imenovana, imenovan je pa njen tip, torej Marko. Zdaj, kdor prehitro prebere, ne bo si na jasnem o teh zvezah in bo naredil napako, kot da je Marko v bistvu ta njen brat in da je to njuna bratovska zveza, nič ni res. Torej, imamo Marka, imamo to pripovedovalko in pa tega Marka, s katerim je pripovedovalka v partnerski zvezi, za katero je vsi jasno, da njo izčrpuje, da je v bistvu destruktivna, da je polna sovražnosti. In da ta brat je jasen, da je ta zveza obsojena na propad. Zdaj, pardon, ni tip Marko, ampak je brat Marko. Vidite, že jaz sem se vmes močil. Torej, brat Marko, potem ta njegova sestra in pa neimenovan partner. Mogoče kje na koncu imenovan, ampak Marko je ta, ki hoče pomagati, ni to njen tip. Narobe sem najprej povedal. Še zmeraj ni prepozno, sestrica, lahko se rešiš tega, lahko si spet mala deklica, začneš od začetka, počasi se bo izbrisalo, samo ne smeš ga več pustiti blizu. Obljubi mi, prosim te. Molčala je, ni bilo všeč, da zahteva obljubo. A bi že nehal, prosim, samo še to mi manjka, da mi rečeš, kako sem neumna, prismoda, kokoš. Ne zmerjaj se, to pa res težko poslušam, nisem mislil tega, enkrat te bo imel nekdo rad. Ti sama se prepričaj, da si vredna. Nehaj me že vzgajati, zdaj je vzkipela. Vsi me vzgajate, pusti me, ti si neumen. Spet ta zaščitniškost, protekcija, kot ti si neumen, kaj pa vi veste, pustite me pri miru. A res misliš, da obstaja ljubezen, tako patetično je to. Beseda je šla težko z jezika, še enkrat jo je izrekla, nadela je malo posmehljiv ton. Lažje je bilo tako zviška govoriti o njej. Ljubezen, da se imate dva čisto v miru rada, da ni tega mrcvarjenja, teh padcev. A je to sploh še kje na svetu? Marko je nekaj časa pomolčal, kot da ne bi vedel, kaj ne reče. Zakaj se pa dereš name? Oprosti, Marko, zaprla je pipo, ustavila curek. Srda je že v redu. Vidva z Nežo, povej mi, a obstaja, se imata rada, si zaupata, sta mirna in vlača besede pustih. Ja, poročila se bova, lepo, res privoščim ti, če misliš, da bo držalo. Vseeno je bilo težko, pred seboj je imela sliko nečesa, v kar je več verjela. Da je ljubezen lahko nekaj, kar ne boli. In to je točno naslov tega odlomka. Zdaj, pač ta avtorica ima svoj stil pisanja, zelo tak dramatski je zares, kopija enega vpitja, enega čustvenih, afektiranih stanj.
to jasno iz tega, ker v bistvu njene romane skoraj brez izjeme na njeni srednji šoli, ne vem, mislim, da je Nova Gorica, nisem pa 100%, v bistvu vse dramatizirajo, skratka, vidi se, da so to v bistvu romani že na pol skoraj da uprizoritveni teksti za uprizoritev. To vpliva na stil pisanja, tako da malo težje skačemo sem pa tja, ker je vse tako zelo v afektu napisano, tako ti zdaj je ta pripovedovalka, no, ampak na drugi strani imamo pa to sliko njenega brata Marka in zdaj vemo tudi za njegovo partnerko Nežo, kjer je pa ljubezen mirna, je v redu, nekaj, kar ne boli, kjer ni nekega medsebojnega obračunavanja. Zdaj, težko pa imamo kakšno predstavo o tem, kaj se zares pa dogaja v zvezi te neimenovane pripovedovalke. Te lahko sam nekako ugibamo, a je res tako težko, a je v posredi alkohola, je neka zloraba, a jo ta partner zasmehuje, se res že v neki taki fazi, da prava pa da je ljubezen v bistvu že destruktivna, to praviloma pride zelo starejšimi leti, ker sta dva v bistvu iz zlobe skupaj, še zmeraj pa ne morata eden mimo drugega. Tatka, eni partnerski odnosi so taki, da so polni bolj negativne kot pozitivne energije, ampak ker se ljudem zdi, da ne morajo prekiniti in začeti znova, tudi ona to misli, vztrajajo v teh zvezah. To je vsa umetnost, ampak za vas, ki ste mladi, je to malo težje za razumeti, in zato bo verjetno malo kaj pomoči v teh navodilih, te vodene interpretacije, kaj pa je treba verjetno si tle pa res izmisliti nek primer, ker ne vem, a vi osebno poznate zvezo, kjer dva v bistvu hodita eden po drugem oziroma jo, ne vem, to žensko partnerko ima kar njen partner zasužnjo, kar je meni res majčkeno pretirano. Torej, zakaj prihaja do nesoglasja glede tega, kakšna je zveza te sestrske partnerske zveze, kakšen je sestrin pogled na ljubezen, ona se je navadila na to, da je poteptana, da je sužnja, da je mrcvarjenje, kako je povezan z dogajanjem v njeni zvezi, citirate zaporedni povedi, zato to gledamo, v katerih je ta pogled izražen. Povzemite ugotovitve in izrazite svoje mnenje o sestrinem razmišljanju in ravnanju, primer življenja presojte, ali je pomembno verjeti v ljubezen. Tako zelo, spet, posplošeno je to, kaj pomeni to verjeti v ljubezen, Ta primer je majčkeno težji, je pa precej nov, iz ne vem točno katerega leta, ampak mislim, da je, se bo tukajle, ocenjevalni obrazac, avgust 21, zagleda to, da je to pokoronska prva pola, kar zalogaj, ampak so uspeli nekako napisati, to so tiste, ki so te stvari, tako kot vi, spremljali na daljavo. Torej, zaporedni povedi je olajšano, tako, torej, pogled na ljubezen in pa povezan z dogajanjem v njeni zvezi, lahko je kaj iz tega, kar ona dva govorita, bolj pa iz njenih notranjih stvari, torej vsekakor so to dramatske stvari, ni toliko tega njega notranjega občutanja, da bi bilo to tudi lirske, čeprav v enih primerih imate tako lirske kot epske, kot dramatske prvine, tako. Torej, dramatske, veliko je prvin, torej veliko je dialoga, brat pa sestra, povzetek, odlom, ko se brat in sestra pogovarjata o njeni ljubezenski zvezi, torej ne toliko o njegovi, izjemo samo, da se bo on poročil, da se imata super rada, brez nekih strašnih konfliktov. In v spredju je torej to, da imata brat pa sestra različne poglede. Marko je zaskrbljen, partner je ne spoštuje, rad bi obljubil, da ga ne bo več pustila blizu, ona pa tega noče, brat jo prepričuje, da je vreden ljubezni, sestra pa se jezi nanj in ima ta protekcijski način, pusti me pri miru, pojma nimate in tako naprej. Kaj se vtikate? Sestra se opraviči, ker je vzkipela, vendar ljubezen, ki ne boli, ne verjame več. In potem greste na bolj podrobno analizo, skratka, prvo navodilo, nesoglasje med tema dvema in v bistvu, čeprav se ne vidi, zdi, da boste ponovili to, kar je prej, če znate narediti res ustrezen
preskok, narediti odstavek, začeti razlagati od novega, ne bo noben rekel, da jim dvakrat povzemate. Prej na kratko povzamete, tukaj pa se vidite, ne, greste z analizo v podrobnosti, ne, in res ste bolj konkretni. Partner jo ima, misli brati za sužnjo, ona začel piti nanj, skrbi ga in tako naprej. In dotakne se je ta, ne, njegova izkušnja, da pa on ima bolj čisto zvezo in da se ima obeta poroka. Potem pa še drug del te razlage, sestrin pogled, potem pa še razlaga povezanosti z dogajanjem v njeni zvezi. Ne? Torej, to boste sami pogledali, ker že malo čas priganja. Ne? Skratka, če sledite navodilom, bom zdaj tudi povedal, kaj je olajšanje tega, no? Kar bo zaenkrat še veljalo. To je pa ocenjevalni obrazec. Tam so stvari lažje povzete kot v samih tekstovnem navodilu. Ne? Torej, pod odlomkom je zmeraj vodena interpretacija, ima neko konkretno razlago. Imate pa te stvari, kot vidite, so točkovane, na voljo tudi na ocenjevalnem obrazcu. Ne? In tam je marsikomu tabelarično lažje videti, kaj more napisati, da bo dobil 2 točke tukaj, 2 točke tam in tako naprej. Ne? Torej, 2 zaporedni povedi, privoščim ti, če misliš, da bo držalo, to bi bilo za 1 točko, ker je še zmeraj ohlapno, smiselno sicer povezano, niso pa to najbolj ustrezni. Tudi tole sta 2 povedi. A vidite, prva poved je v bistvu ima 3 pikice, torej je nedokončana misel, in pa potem ljubezen. Ne? Tale, kar je pa na koncu, zato je kdaj v bistvu dobro pogledati konec, pri takih malo težjih primerih, ta esej ni med najlažjimi, je dejansko se največ povzetka skriva v bistvu na konec in točno to, s čimer se odlomek konča, sta najbolj tipični ljubezni. Lahko pa rečete tudi to, da se imate 2 v miru rada, da ni tega mrcvarjenja ali pa da je to sploh še kje na svetu. Torej, 2 zaporedni povedi, to je prvič, kar vem, no, da je napisano prav tako, vam je pa v pomoč, torej, da ne begate sem pa tja. Torej, tole pred seboj imela sliko nečesa, kar ni več verjela, da je ljubezen nekaj, kar ne boli, kar je itak v naslovu, ljubezen nekaj, kar ne boli, je glaven tak citat 2 zaporednih povedi, ali pa to, karkoli prej, torej, da ni vzponov padcev, je to sploh še kje na svetu, ali pa ljubezen, torej, nekaj od tega je tudi v redu. Torej, tole, ali pa smo rekli, ta in pa še naslednja, torej, ta in ta. Vsekakor pa morata biti 2 povedi, ne sme biti 1, če hočete dobiti 2 točki. Torej, takle je ta esej, torej to je ta 3. odtek, ki so v tej prvi datoteki. Hočem vam povedati, da to praviloma imate pred sabo. Čeprav se obeta, da bo elektronsko ocenjevanje, torej ne, da bi vaše esej skenirali, ampak da bomo imeli ocenjevalci na zaslonu ocenjevalni obrazec in sami tipkali točke noter. Ne vemo, se bo to pri vaši maturi 26 že začelo uvajati ali ne. Ric nič ne pove, ampak zaenkrat pričakujemo, da boste vsaj še letos imeli ocenjevalni obrazec pred sabo. In tukaj le vidite, da vam je lažje gledati, a ste zajeli 2 točke, a ste tukaj za 6 točk napisali, a so tukaj 3 stvari, razlog za nesoglasje, sestrin pogled, povezanost v njeni zvezi napisali. Torej, to, kar je v teh navodilih spodaj, je tabelarično prikazano v ocenjevalnem obrazu. In dokler bodo te ocenjevalni obrazci še del pole, se probajte po njih zgledovati in kar ne nič nanj pisati, ker to je stvar ocenjevalca, ampak v mislih si probajte pokljukati, a imam opredelitev, a imam v istem odstavku povzetek odlomka, a bo za 4 točke, a bom tukaj naredila odstavek, pa dala razlago in še neki citirani povedi, potem za povzetek ugotovitev smo rekli, to je ta stvar, ker je ali 2 točke ali pa nič, torej
a imamo potem to v ločenem odstavku in pa potem mnenje, presojo, utemeljitev v enem ali pa dveh odstavkov, ne. Torej, to bi bil praviloma prvi odstavek, to je drugi odstavek, povzetek naj bi bil res ločen, da se lažje vidi tretji, potem pa mogoče četrti, peti odstavek in imate v bistvu optimalno odstavkov, tako kot smo rekli, do 6, a ne. In če seštejete, bo to seveda 30 točk, a ne. Tukaj vidite, da sta to zmeraj dva ocenjevalna obrazca, ne, kajti ocenjujeta to dva ocenjevalca, praviloma je prvi ocenjevalec ta, ki vas oceni v zaključnem letniku, torej v letošnjem šolskem letu, drugi pa pač tisti, ki je zraven v komisiji. Tako da to sem vam pripel zraven, ker res ocenjevalni obrazci so praviloma v veliko pomoč marsikomu, a ne. Ko malo razmišljate različne eseje, nekje se več pogovarjajo, nekje so bolj lirski, nekje bolj problemski. Praviloma je pa res nekaj med ali dvema bratom, sestro, ali dvema zakoncema, ali pa tukaj med očetom in sinom, to je zelo zanimiv odlomek, tale Škorpijonov pik od Ivana Sivca, še en avtor, ki je taka, ne, moderna klasika, spet lahko vidite, a ne, kaj od vas zahteva. Tole, kar je v navodilih, a ne, se da razčleniti v ocenjevalni obrazec, a ne. Te stvari pač kdaj skeniramo, ko imamo za to čas, da vam jih potem lahko v pomoč damo, kajti ocenjevalnih obrazcev iz nekega razloga ni na spletni strani. To so samo odlomki in pa navodila za ocenjevanje. Ampak navodila za ocenjevanje grejo točno po teh elementih interpretacije. Zdaj, ta po katalogu je za vas manj pomembno, no, ampak gre za to, da nekaj je splošno mnenje, nekaj je aktualizacija, nekaj so te jezikovna pravilnost, pa tako naprej, členitev, razumevanje, bralno razumevanje, a ne, in take stvari, no, tako da to so te točke, ki sem prej povedal, da je nekaj neka osnovna stvar, povzetek, nekaj je primerjava, razlaga, nekaj potem povzemanje razlage in tako naprej. Skratka, eseji so zelo pisanih različnih besedil. Zdaj, čisto za konec, kolikor imamo še časa, ne, bi vam rad predstavil tole Gospodično. Tlele imate spet tegale Slavka Pregla, že prej omenjenega, Nadzor ali zaupanje, pa še, kdaj so bili kar bi rekli, za povrstjo en pa isti avtor, no, ampak nikoli točno ne vemo, kaj je. Za konec, ker verjetno ste že pri pouku precej uporabljali, precej se srečali z Ivanom Cankarjem, nekaj iz ene njegove črtice. Torej, odlomek iz dela z naslovom Gospodična, ne, naslov tokrat nič ne pove, kaj točno to je, ampak naslov eseja pa bi bil Samo reci, da bo drugače. Cankar je mojster teh drobnih, na videz nepomembnih detajlov, torej kaže nam to stanje 100 let nazaj, a ne, v obdobju večje revščine, kot je danes. Otrok bo, vse bo nekako bledo, suhceno, mraz bo v tej izbi, kjer je. Bo njegova mati, ne, ki bo potem samo enkrat imenovana, pa nek neimenovan njen znanec, prijatelj, mogoče sorodnik, no, ni čisto pojasnjeno. Njo bo skrbelo, kje je partner in verjetno mož tega otroka, no, in ta pripovedovalec, ki je zraven, ta njen znanec, in ne bo dal upanja, da bo kaj bolje, no. Ta odlomek je tako po cankarjevsko skromen, a ne, veliko opisuje, pa kdaj malo pove, oziroma vrti se okrog detajlov, ki so na videz skriti, zato je odlomek majčkeno daljši. Ta je prišel, veste, po par letih, ki so bile vse iz sodobne književnosti, a ne. Ravno takrat smo maturantom, takim kot ste vi, rekli, evo, zmeraj praviloma bo to iz sodobne književnosti in tako naprej, pa so pa dobili Cankarja, no, zato zmeraj vsako predstavitev strnem z telimi stvarmi, da sem pa tja najdete tudi kakšnega klasičnega avtorja. Kosmač je bil enih 10 let nazaj, ta Cankar je bil ene 3-4 leta
nazaj. Na postelji je ležal otrok v plenicah, rdeč, droban, ves zgrbljen je bil obrazek, čelo je bilo nagubano, taka neprijazna podoba otroka, ki mogoče ne živi ravno v najbolj prijetnih razmerah. V njenih očeh, v njenem glasu, to je pa zdaj mati v ospredju, je bilo toliko globoke nad vso mislijo, nad vsem čustvom gospodujoče, upanje, strahu polne ljubezni, da sem ustrpetal. Torej ta, ki je njen prijatelj, ki je tudi v tej izbi govoril v prvi osebi. Zakaj samo iz srca, ki okusilo trpljenje in ki ga je groza prihodnjih dni, vzraste tolika ljubezen. To je čist Cankarjevski način pisanja, veste, da on je imel sam zelo zanimiv odnos s svojo lastno, ta pravo materjo v realnem življenju, roman Na klancu je v bistvu njen spomenik, torej ogromno piše o tej materinski ljubezni, ki je edinstvena, ki je nobena druga ljubezen ne more preseči. Ni še našel dela, je pripovedovala. Včeraj je šel, pa se ni še vrnil nocoj, misli, da se vrne. Govorila je počasi in gledala v tla. Na nemško pojdeva morda, ampak zdaj še ne moreva. Teta mu je umrla, pa je morda 12 goldinarjev ali pa še več. Vprašal je, pa še niso nič vedeli, ampak kmalu, morda že jutri ali vsaj ta teden. Povesila je glavo in se je igrala s predpasnikom. Še bolj tenka in nežna, čisto detinska je bila njena roka. Skratka, je v zadregi, kaže, da še sama ne verjame temu, kaj govori. Torej, njen partner moral bi iskati službo, a je to res ali ni, boste izvedeli na koncu odlomka, pa to upanje na boljše bo, šla bova ven, to je verjetno v ozadju, je ta klanec siromakov, to bedno življenje teh ljudi, ki nimajo uspeha v življenju, nimajo sredstev za vledno preživljanje, vse razpada, živijo v vlagi, v mrazu, v mraku, pa to upanje na boljše čase. Evo, vse bova šla, odselila se bova, on bo zmogel, še ta teden, kraj kasneje greva. Tudi jaz nisem imela dela, bolna sem bila, saj vidiš, šla še včeraj, pa so rekli, da še nisem zdrava. Jaz pa sem zdrava, glej. Pogledal sem v stran na posteljo, kjer je ležal otrok in nisem mogel govoriti. Ne vem, zakaj se včeraj ni vrnil. Dolgo sem ga čakala v noč, luči pa nisem žgala, hoteli so biti varčni tudi z razsvetljavo, svečo, petrolejko in tako naprej. Tudi nocoj bom čakala. In se je nenadoma nasmehnila. Glej, tam sem mu pripravila, kadar popije požirek žganja, pa vidite, zdaj smo spet pri alkoholu in seveda moški, ki niso uspešni, bodo utapljali svojo žalost v alkoholu. Kadar popije požirek žganja, je ves drugačen, zasvetijo se mu oči in njegove besede so vesele, takoj vidiva, da so duri vse posod na stežaj odprte, da je to samo zdaj tako žalostno in da bo nekoč čisto drugače. Pogledala mi je v lica s tako velikimi prosečimi očmi, da sem slišal njeno srce. Reci še ti, da bo drugače, če tudi morda ne bo, samo reci, da bo drugače. Molčal sem in ko sta se srečala najina pogleda, sva se oba dva ozrla v stran. In kaj na vse zadnje, Tini, tako je te gospe ali pa punci ženske ime, ki ima verjetno ljubkovalnico od besede Tina, sem jo vprašal. Iztegnila je roko, kakor v velikem strahu, in je vzkliknila, zakaj si tako vprašal, skratka, on njene upe na boljšo prihodnost potolče s tem, rekel, ja, zakaj pa se sploh gre, kaj ti sanjaš, kaj na vse zadnje tukaj sploh, o čem se pogovarjamo, to je ta, kaj na vse zadnje Tini. Takrat sem čutil, da je stotila preko misli in preko vsega upanja, že na stopnicah sem srečal njega, torej preskok, on odhaja, na stopnicah sreča njega, blaten je bil brez klobuka, to je v tistih časih pomenilo kar precej pestro dogajanje, da je bil razoglav, moški so bili praviloma zmeraj v klobukih, zunaj sploh, ko je bil mraz, opotekal se je in je padal in me ni spoznal. In tako se ta odlomek konča. Težji odlomek, Cankar je stilno zahtevan avtor, ampak z malo truda nekako vidite, ta problem revščine, torej zelo dobro vam da navodilo, če to dobite, tudi zagrabite tudi tak odlomek prevodne interpretacije, se odloča za samostojno, torej problem revščine tele Tini, te osebe, ženske, njen partner, kaj pričakuje Tini od pripovedovalca, kdaj da upanje, kdaj je beseda dovolj, to je smisel celega tega odlomka in to se spet rezultira tudi v naslovu eseja, samo reci, da bo drugače, samo eno obljubo daj, saj ni nujno, da bo
Res kaj od tega, ta njen partner je logično, prišel ves pijan, opotekal se je, ni iskal službe, zapravljal zadnje denarje v krčmi. To je cela Cankarjeva literatura, Samo žganje, 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 druge pijače, alkohole takrat ni bilo, oziroma ta je bila najbolj cenovno dostopna. Kar so imeli, so pognali, zgovarjali so vse, da so cel dan iskali službo, v bistvu so pa v njihovi sapi je bilo vidno, kaj je, kaj ni, bilo res. In to je zgodba tudi drugih velikih, takih malo novejših klasikov, kot recimo Prežihov Voranc po Cankarju, obdobje med obema vojnama. Moški zmeraj pije, utaplja svoje frustracije, žalost v alkoholu, potem je še slabše, potem še v partnerski ljubezni ni v redu, ker alkohol pusti svoje posledice in je še bolj žalosten in potem samo še bolj pije. Torej, cela klasika tega 20. stoletja so dejansko zgodbe pokončnih žensk, takih požrtvovalnih žensk, kot so Cankarjeve ženske, take cankarjanske matere, vse naredijo za svojo družino, pa moških, ki so bolje rečeno slabiči. Koliko je danes tako, pustim vam za presojo, kajti na Mladih svet stoji, ampak tukaj je ta poved, razočaranje nad pripovedovalčevim odzivom. Skratka, zakaj si tako vprašal, je žalost, da on ji ne da upanja oziroma ne deli njenega optimizma. Ona skozi upa, saj bo bolje, bo nehal piti, bova se priselila, bova šla na Nemško, tam so dobri zaslužki in tako naprej. Izrazite svoje mnenje o ravnanju oziroma razmišljanju vseh treh oseb. Torej, ravno dovolj srečamo tudi tega njenega partnerja, ki je, smo rekli, zapisan alkoholu, verjetno za vse čase, težko se človek pobere. V primeru življenja presodite, ali lahko z besedami pomagamo drug drugemu. Torej, spet taka, težko to aktualizirate, ampak rekli smo, kdaj samo malo spodbude dejansko pomaga komu, da se malo spravi na bolje. Zdaj prav bolje pa ne bo. In pri Cankarju v bistvu imate vse zgodbe vezane na to, da ljudje so propadali psihično, fizično, bili drug drugemu v nadlego in tako naprej. Tukaj imate potem v nadaljevanju primer tega eseja, ta je verjetno eden težjih, ampak toliko, da veste, da sem pa tja vas lahko doleti tudi kakšen avtor, ki spada v klasiko, konkretno Cankar, pa takrat, ko je bilo to, niti ni bilo Cankarjevo leto, ampak kljub vsemu so ga dali za vodeno interpretacijo.